Dobro jutro, dragi gostje. Vsi v dvorani in vsi na spletu. Veselje mi je, da nadaljujemo z našo kampanjo Šampioni zelene preobrazbe. To je kampanja za dekarbonizacijo gospodarstva, ki jo vodimo že od začetka leta. Namen te kampanje je tudi ozaveščati o regulatornem cunamiju Evropske unije z namenom doseganja ciljev podnebno nevtralnega gospodarstva. Do konca tega leta, vključno z lanskim, pričakujemo okrog 54 novih zakonov, ki bodo posegli v delovanje gospodarstva. In na današnjem dogodku se bomo posvetili osnutku direktive o skrbnem pregledu trajnosti podjetij, ki ga je Evropska komisija sprejela februarja letos. Ta predlog je sedaj poslan v pogajanja v Evropski parlament in Svet EU. Cilj predloga je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Podjetja bodo morala odkriti in po potrebi preprečiti, odpraviti in ublažiti škodljive vplive svojih dejavnosti na človekove pravice, na primer v zvezi z delom otrok, izkoriščanjem delavcev ter vplivom na okolje, onesnaževanje in izgubo biotske raznovrstnosti. Predlog se bo uporabljal za lastne dejavnosti podjetja in njegovih hčerinskih družb in seveda tudi njegovih vrednostnih verig. Omeniti velja, da predlog uvaja tudi dolžnosti direktorjev, da vzpostavijo in nadzorujejo izvajanje primerne skrbnosti in jo vključijo v poslovno strategijo. Poleg tega morajo direktorji pri izpolnjevanju svojih dolžnosti delovati v najboljšem interesu podjetja in celotne družbe. S tem namenom smo na današnji dogodek povabili k sodelovanju oziroma se odločili za skupno sodelovanje z Ekonomsko fakulteto, kar se vam najlepše zahvaljujemo, in pobudnica dogodka je bila Lela Melon, kolegica, ki že dalj časa zdaj sodelujemo na področju trajnosti. Lela, hvala za pobudo. Skočili smo v vodo namenom, da se vsi ozavestimo, kaj prihaja, na kaj se moramo pripraviti, ker mogoče danes to še ne velja, se še ne držimo, ampak čez 2 leti nas bo vse v gospodarstvu to doletelo v dobro vseh nas. Tako da zahvaljujem se za sodelovanje tudi veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske, ki podpira celotno kampanjo, Climate Kids, ki je tudi del tega projekta. In danes z nami pozdravljam tudi Maxwell Weiss, direktorja CDP Europe, ki bo naslednji gost. Tako da, Lela, vabim tebe k besedi. Lela je izvršna direktorica, je nekdanja raziskovalka Marie Curie s pravnim in ekonomskim znanjem, trenutno izvršna direktorica institucionalnega okvirja za planetarno dobro počutje in izredna profesorica za trajnost v poslovnem pravu na Pompeu Fabra University v Barceloni. Je pa tudi del projekta Young Leaders Academy Utopia European University. Ni da ni. Lela, beseda je tvoja. Hvala. Zdaj bom jaz sam za mojo predstavitev prosila. Pa za veliko potrpežljivosti strani vas, ker to je prva predstavitev po 10 letih v slovenščini. Tako da zna biti precej izziv zdajle. Se bom pa potrudila, obljubam, prav? Naprej, ne takole, okej. Moja naloga danes je predvsem predstaviti, kaj se dogaja. Ampak ne na ta klasičen način, ki smo mi navajeni, ki pride nekaj iz pravnega okvirja, pa rečemo, aha, neka novost je nek zakon, mačkim bo treba poklukati, spremeniti se, to je to. Ta direktiva, ki prihaja zdaj, o trajnostnih obveznostih za direktorje, obdajajo en kup enih drugih aktov, ki jih mi ne poznamo, in to je strašljivo, ker njena vsebina je dana z drugimi akti, ki so okrog. To pa ni več compliance. In je mačkrat drugačna zgodba. Tako da bomo poskusili razložiti, kaj se dogaja v tem kontekstu, da gremo mačkrat dlje, kot samo klukanje nekih stvari in obveznosti, ki jih imamo. Glavno danes je ta predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti na splošno, pa imamo človekove pravice na eni strani, okolje pa na drugi strani. Težava oziroma izziv je, ker to vse rabi biti skladno s politikami za trajnostno poslovanje podjetij.
ogromno direktiv je, ki govori o trajnostnih predmetih. Ogromno direktiv je, ki govori o krožni ekonomiji in vse te direktive dobijo svoj izraz znotraj tega novega predloga. Se pravi, predlog, bolj kot ne, sam po sebi, če ga beremo, je 20 strani zelo širokih pravil, ki nimajo vsebine. In to je strašljivo. Zakaj? Ker vsebina tega predloga je zunaj. Naš komisionar Didier Reynders, ki je prišel predlog ven, je rekel, da je to nekaj, kar spreminja celo igro. Zakaj? Ker gledamo skrbno poslovanje podjetij v smislu človekovih pravic in okolja po celotni vrednostni verigi. Tukaj so priložnosti, tukaj so izzivi. Zakaj govorim? Ker direktiva, tako kot boste videli, na koncu koncev, bomo šli malo naprej pa nazaj, velja samo za največja podjetja ali malce manjša podjetja, ki pa imajo poseben pomen, ki imajo pa te kritične točke v trajnosti in jih je treba malo bolj skrbno pogledati. Ker so te obveznosti velikih podjetij se prevalijo čez celo vrednostno verigo, kaj mislite, da se bodo zgodili? Veliko več bojo povedali govorci za mano, ampak prva stvar, ki jo bo veliko podjetje naredilo, da si olajša poslovanje, kar je normalno, bo malce prevalilo to breme navzdol po vrednosti verigi, srednja in mala podjetja bojo samo dobila code of conduct, se pravi navodila, kako naj se obnašajo, da bodo trajnostna, in velika večina obveznosti tako preide od velikih, katere smo naslovili, na male, ki pa na to niso pripravljeni. Se pravi, prvi izziv je to, da je tisto, kar je vsebina direktive, se bo v bistvu napolnilo z akti, ki so okrog te direktive in da je direktiva sama, drugi izziv pa potem, kako se bojo majhna pa srednja podjetja s tem soočila. Zakaj se gre sploh? Kaj je namen te direktive? Ker je to nekaj popolnoma novega, sploh v gospodarskem pravu. 6 let nazaj, ko sem govorila o trajnosti v gospodarskem pravu, sem vsi gledali, da sem pa mačkaj spalila, mogoče to ni najboljše področje, da začnemo mi o trajnosti govoriti, ker to pa nima veliko z okoljem, pa nima veliko z obveznostmi podjetij, pa bi mogoče z vlado mogla to govoriti. No, vse to realnost. Kaj govorijo? Govorijo v redu. Evropska unija je sicer tista, ki je podpisala Pariški sporazum in ima obveznost, da v bistvu ustavimo globalno segrevanje na 1,5 stopinje oziroma 2 nad nivojem v letu 1990. Ampak reče Evropska unija, pač meni to ne bo uspelo brez podjetij, kar pomeni, da to mi nekako daje pristojnost, da jaz zdaj naredim direktivo, ki da pa to obveznost tudi naprej podjetjem. Ker če se vi ne boste začeli tako obnašati, jaz mojih obveznosti ne morem izpolniti. 10 let nazaj je bilo nekaj tacga, takšna razlaga namena, popolnoma nesprejemljiva. Bi kdo rekel, ja v redu, saj super, vi imate obveznost, ampak to ni moj problem, ker mi smo pa zasebni trg. Zdaj je to nekako sprejemljivo. Zakaj? Zato, ker tečemo za nekimi roki, ki jih skoraj ne moramo ujeti. Kdo ima obveznost in kakšna velikost podjetij ima obveznost? Glavna obveznost gre tistim podjetjem, ki imajo 500 ali več zaposlenih v Evropski uniji ali pa 150 milijonov evrov prometa. To je tisti prvi naslovnik, največja. Več ali manj okrog 10 tisoč podjetij. Kaj je lepota te direktive je, da se aplicira tudi na tista podjetja, ki niso iz Evropske unije, ampak tu poslujejo. Tle je ta game changer. Ker ne moreš reči, ja, mi smo se pa zdaj v bistvu inkorporirali v Združenih državah, pa nam tega ni treba. Ja, je treba, če boš tukaj prodajal. Tako da to je ta lepota. Druga lepota, kaj se meni grozno lepo zdel in grozno napredno na nek način, je, da tudi manjša podjetja od tega lahko pridejo v sklop direktive, če delujejo na področjih, ki so kritična glede trajnosti. Kritična zaradi surovin, kritična zaradi človekovih pravic, odvisno. In se ta velikost zmanjša in se tudi aplicira potem. Se pravi, od kmetijstva, ribištva, gozdarstva do prehranske industrije, ni da ni. Če si v kritičnem področju, tudi manjši padajo pod sklop te direktive. Kaj je pa ta vsebina pravil, s katero se zdaj v bistvu ukvarjamo? 2 glavni točki sem jaz hotela izpostaviti, ne glede na to, da ima direktiva 20 strani, bla bla. Obveznosti podjetja glede negativnih vplivov, kar se tiče človekovih pravic ali pa okolja, in odgovornost za te kršitve. Zelo taka splošna obveznost, zelo široka, ki jo pa popolnjujejo potem dodatni instrumenti. Kar je mene presenetilo, je, da se večinoma osredotoči, ko govori direktiva o konkretnih obveznostih, na človekove pravice in potem dodaja okolje. Nisem čisto prepričana, zakaj se je to zgodilo. Ker v bistvu, če poznate zeleni dogovor Evropske unije, je zelo usmerjeno v okolje in dodaja človekove pravice. Jih ne vidi kot nepomembne, ampak ta nujnost
akcije je na okolju. Tle se mačkam zamenja ta balans. Mogoče bomo govorili o okrogli mizi, zakaj. Ampak dejansko, ne samo, da ti da obveznost, pa da pove, kaj je obveznost, pa da te naslovi tudi na instrumente, kjer so dodatne obveznosti določene, govori tudi, da podjetje mora znotraj sebe imeti že nek pritožben postopek, kjer pa deležnike od zunaj poslušajo. In to je zdaj nekaj novega, ne? Lahko je zelo dobro, lahko je zelo negativno, mogoče bi še to malo naslovili kasneje. Preveč dostopa do pritožb je včasih tudi kontraproduktivno. Zato, ker vsak od nas potrošnikov se osredotoči na nek drug aspekt. Če ste kdaj delali v trajnosti, potem veste tudi s temi SDG, Sustainable Development Goals, ne da se vseh naenkrat doseči in ne da se vseh doseči v isti meji. Se pravi, tisti deležniki, ki bojo v tem pritožbenem postopku uspešnejši in glasnejši, se bojo bolj poslušali. Ni pa res, da je to mogoče najbolj kritična točka tega podjetja. Tako da te postopke bo treba, po moje, čez kakšna leta tudi urediti, ne samo odpreti pot. In pa treba je javno komunicirati v skrbnem pregledu, kar je nekaj novega. Ne bo samo poročanje, ampak bo dejansko razlaganje v strategijah, ki smo jih implementirali, kar je pa tudi dvorezni meč. Lahko smo zelo uspešni, ker bo treba pa tudi o negativnih stvarih poročati, se pa tudi odraz na naši vrednosti na trgu. Tako da te so pustili precej odprte roke, pa ne vem čist, a bo to pozitivno ali negativno, mačke bo čas pokazal, ne? Kako se sankcije določajo za tiste, ki ne bojo delali v skladu z direktivo? Ja, države članice so tiste, ki bojo mogle določiti organe. Predstavljajte si, kakšna zahtevna naloga je to, da država članica sama ugotovi, kdo je pa kompetenten, da pregleda skrbnost poslovanja enega podjetja. Ups, že sama Evropska komisija ne ve, s kje začeti, pa delajo na teh instrumentih, pa so oni tisti, ki delajo strategijo, kje bo nekdo na nacionalni ravni točno vedel, kako popolniti ta pravila v smislu vsebine. Na evropski ravni bo tudi neko združenje vseh teh kompetentnih avtoritet, ampak ni še čisto jasno, kdo in kako, niti se ne ve, če se bo to pod komisijo delali. Tle imamo težave, ne? Upam, da bojo kaj komentirali zdaj, kaj je ta predlog v zboru in v parlamentu, da bojo tudi videli mogoče, da se bolj določiti, kaj se dogaja. Civilna odgovornost za žrtve tistih v bistvu postopkov podjetij, ki niso upoštevali, kar morajo narediti. Tle je spet težava, kdo? A podjetje? Ali direktorji? Kdo si bo želel biti direktor, če je civilna odgovornost resna? Govorijo celo o kazenskih sankcijah, da bi jih želeli vpeljati. Kdo si želi biti direktor, ki bo kaznovan za obveznost, ki je ne znamo določiti, kvantificirati? Jaz ne. Tukaj imamo težave, ne? Vse lepo in prav, dokler ne pride do prakse. Zdaj pa, da ne bom predolga, bi vam samo takole pokazala. Ni to edina stvar, ki se je sprejela zdajle, da popolne v bistvu, kaj je obveznost podjetij. Dva druga instrumenta. Eden je predlog uredbe, eden je pa v bistvu strategija sama. Strategija trajnostnih izdelkov je prišla ven, strategija za trajnostni in krožni tekstil v istem času, kot ta direktiva, odprej pa še imamo direktivo o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij in pa finančno taksonomijo. Vse to je pomembno v okviru novega predloga. Zakaj? Ker popolnjujejo vsi ti instrumenti vsebino predloga, ki je zdaj pred nami. Čisto nova igra. S tem se mi ne znamo igrati. Ali mi daš zakon, v katerem točno določeno piše, kaj moraš razumeti in kako? Ne razumem pa jaz tega, da moram za branje tega zakona poznati 6 drugih strategij. In tle smo še malo mrzli. To je nov način razmišljanja, ki nam včasih uide. In rečemo se, direktiva je prazna. Ni, ker ima za sabo veliko stvari, ne pove ti pa točno, kje jih moraš iskati. In tle je ta nekoherenca, ki jaz včasih rečem, da Evropska unija bi mačkeno mogla na temu delati, vsaj razložiti, če drugačne v aneksu, vaše obveznosti so natančneje določene. Tukaj in tukaj in tukaj in tukaj. In tega ne naredi. Strategija trajnostnih izdelkov. Ta je splošna, potem pride pa tekstil kot poseben. Kaj ti povejo? Ja, da morajo biti tvoji izdelki bolj trajni, da moraš imeti rezervne dele za veliko več časa, da to popravilo tvojih izdelkov mora biti cenovno dostopno, da izdelki morajo biti določene kvalitete in tvoje prakse morajo iti v smer krožne ekonomije. Izven strategije krožne ekonomije ti povejo, da tvoji izdelki morajo biti krožni, da so v skladu z novo strategijo Evropske unije. Nova igra. Popolnoma nova igra. Pri tekstilu grejo še dlje. In kaj rečejo? Ja, ne boste uničili tisti, česa niste prodali, ali pa kaj se k vam vrne, malčkan boljš bo treba strategijo vzpostaviti, da nimate stvari, ki vam ostajajo. Se pravi, produkcija, prevelika, sezonska, ponavlja, ker recimo, ne vem, Inditex v Španiji ima prakso 2 ali pa 3 kamione na dan iz cele skupine, pač ne samo, pač Mango, Zara, vse skupine, pošljajo v Afriko na dan.
ker je pač preveč in ker jih morajo umakniti iz prodaje. Te strategije se zdaj v bistvu zahtevajo, tega ne morete več delati, se pravi, bo treba mačkem bolj planirati in se ne sme uničevati in se ne sme v tretji svet pošiljati. Vse to pride nazaj v našo direktivo, v ta predlog, ker če si iz sektorja tekstila, moraš upoštevati te obveznosti v okviru novega predloga. In tle smo po mačkem izgubljeni. Tako da verjetno bo še Maksim kaj več o tem povedal, ampak toliko z moje strani, da vam dam en crash course o tem, kaj se dogaja. Hvala za pozornost, pa se vidimo še na okrogli mizi. Lila, hvala za to res plastično predstavitev, kaj se dogaja in da ni to ena direktiva, da so to medsebojno povezane direktive, zakoni, ki se zdaj na ravni EU-ja sprejemajo in se bodo implementirali potem v nacionalno zakonodajo. Tako da tukaj si tudi že nakazala tekstilno, istočasno je šla tudi za gradbene proizvode ven. In v CER-u nadaljujemo s predstavitvijo trajnostnih produktov te direktive 6. maja, tako da stay tuned, ostanite na vezi. Sedaj pa na naslednjega vabim našega gosta iz tujine, gospoda Maxwell Weiss, da nam bo predstavil kritične točke direktive. Maxwell Weiss je izvršni direktor CDP Europe. CDP pa je neprofitna mednarodna organizacija, ki je postavila ocenjevanje okoljskega vpliva podjetij, skratka preglednosti, oni zbirajo podatke, ocenjujejo tako podjetja kot občine, pomagajo državam in so v zadnjih 20 letih s tem razkrivanjem trajnostnih podatkov naredili velik premik na tem področju. Tako da, Maxwell, kindly welcome. Thank you. We are very flattered that you're with us, and the stage is yours. Thank you so much. I'm going to go ahead and share my screen, if you could help me with that. Just share the screen, or do you have a problem? Yeah, it says that I cannot share the screen while the other participant is sharing. Yeah. So good morning, everyone, and many thanks to the Sustainable Business Network Slovenia for the invitation today. I'm Maxwell Weiss, and I lead CDP's work with businesses across Europe. And essentially what CDP does is we help businesses disclose the right information to their stakeholders and drive the transition to a net zero, nature positive economy. So for the next few minutes, I'd like to touch on a few key points of the Sustainable Corporate Governance Initiative and how it fits within the wider reporting obligations for European companies, as well as a package of legislation to deliver the European Green Deal. And this is critical for raising minimum standards of corporate transparency and action on the environment and ensuring a climate safe world. But first, I think it's important to set the stage in terms of who CDP is for those of you who are not familiar with our organization. For 20 years, we've run the world's environmental disclosure system for companies to manage their risk, to reduce their impacts, and lead the transition to a sustainable economy.
And through this, we've mainstreamed the idea that organizations must disclose their environmental impacts. Without transparency, it's not possible for firms to see how they'll be affected by the transition. And we work essentially with the world's biggest financial institutions and multinationals. And they use CDP to get the environmental data that they need because they're making investment decisions and they're making buying decisions based on this data. Now, CDP, we work with more than 14,000 organizations globally, including around 75% of companies in the market value in Europe. And those companies are better prepared for EU reporting requirements. And we work closely with European governments and the European Union to drive transparency in the market implementation of EU environmental goals. So with France, with the Netherlands, and with Italy, we're now working to raise the ambition in line with a 1.5 degree in nature positive economy. And our work, it gets noticed. And our work gets noted and recognized by European political leaders as the CDP system essentially puts into practice these long-term goals around both nature and climate. Now, at CDP, we're welcoming the Commission's goal here to establish what we see as a strong and a coherent framework of due diligence rules. We need companies to be accountable for their environmental harms, as well as to navigate human rights impacts. And many leading companies are already developing targets to reduce their impacts, but we need all companies to do the same here. We need to level that playing field, and we need to ensure that across the board, corporates have real plans to reduce the negative impacts of their operations and beyond. So if we take a quick look at what we see at CDP in terms of climate governance, encouragingly, nearly all large companies report that their board oversees climate, and that's a good thing. And 3/4 actually provide financial incentives for managing these climate topics. But fewer than 1 in 4 actually link their CEO pay today with the climate goals. So in terms of governance, it's clear that there's still a way to go towards what best in class is to achieving this integrated climate governance into business operations. Now, this new directive, it's a big opportunity, and it's a big opportunity to be embedded in responsible behavior in corporates. And it actually complements EU reporting rules, which define what to report. And the Corporate Sustainable Governance Initiative lays out essentially what to do. In a nutshell, the directive establishes 2 sets of rules, due diligence for corporates, and of course, director responsibilities. To comply, companies will need to do several changes. They'll need to integrate due diligence into policies. They'll need to identify where they impact human rights and our global environment as well. And of course, they'll need to start ending these negative impacts. So it sets up complement procedures and it monitors how effective their measures are and publicly report and communicate what they do. This is what will be required. So as a resource for after the event, what we invite you to all is CDP's policy team has created this useful overview of the key points of the directive that you can find here on the screen. And one central component of this directive is that it applies throughout the corporate value chain. So now SMEs or small and medium enterprises are not covered in the current proposal, but the directive will apply it to all companies with 500 and more employees, and at a later stage, high impact companies with 250 or more employees. However, it's clear that the due diligence obligations must apply throughout the entire
corporate value chains, as I said. So large companies who are responsible for impacts in their supply chain and the downstream impact of what they produce. So this means that many smaller European businesses, part of the larger companies' supply chains, will also be affected. And why is the value chain so key here? Well, let me explain that to you. We know that business impacts are mostly not in a company's direct operations. So that's their scope 1, or the emissions that they combust within their operations, or their scope 2 emissions, which is their purchased electricity. That's within the boundaries or the 4-wall of the organization. But in fact, most impacts are in what's called their scope 3, and that's essentially what's outside of that, both upstream and downstream. So that's when products are used by customers, the downstream side, and of course the upstream side, all the emissions that are created by your supply chain. And essentially, ignoring scope 3, and I like to always point this out, ignoring scope 3 is like reading 10 pages of a book and saying that you've finished the entire thing. That's just not feasible in terms of having that entirety of the view of where your impacts are. So the latest data reported by the European companies through CDP, through our annual reporting cycle, confirms that 86% of reported emissions on average are found in a company's scope 3. So that's why it's essential that this directive is setting out the obligations that relate to the entire impact a company has. At CDP, we do see supply chain rising fast up the corporate agenda. This is critical here, and large companies are including environmental data into the way that they manage their suppliers. And we work with over 250 multinationals that spend $5.5 trillion annually. So the likes of L'Oreal, BMW, Microsoft, McDonald's, and they're using CDP to request this transparency so they can de-risk and comply with incoming regulations. So they're getting that transparency from their supply chain just for that purpose. And they're expecting transparency from their suppliers, and they're expecting targets. So they're sending an incredible market signal in terms of what's expected from a stakeholder and a purchaser perspective. So this is a major step. It's a major step, and one that many large companies are already engaging with. And it's actually fast becoming a norm among ambitious companies to have science-based targets that are, and this is critical, that are in line with 1.5 degrees. And looking at this exponential growth in the science-based target setting globally since the Paris Agreement was signed, there are now more than 2,800 businesses globally that have joined the Science-Based Target Initiative. And in Europe, last year, we've actually seen an 85% jump in companies having approved science-based targets. So this means that now nearly 1 in 4 stock-listed companies disclosing to CDP have an approved science-based target. And that's a good thing. But there's, of course, so much more that needs to be done. And if we include companies committed to aligning their business with 1.5 or 1.5 degrees, a majority of larger European companies, that's 62%, either have or will have targets in line with Paris. And this progress, it's phenomenal. But of course, as I said, we must have each company on this pathway, and we must reach all companies in the economy to make it feasible to meet our climate targets. And that's why the directive's explicit requirements for large companies to have 1.5 degrees plans, this is so important, and this is what's so critical about the directive. So ensuring that large businesses operating in the EU are in line with 1.5 degrees, it's absolutely essential. But equally key is that all companies actually have business models compatible with all of our planetary boundaries, because nature
and climate, it's two sides of the same coin. And alongside 1.5 degrees, this must also be compatible with a nature positive economy. So at CDP, we want to see all environmental areas covered by the legislation such that it is, of course. And it's critical that this directive, it's implemented and it's comprehensively covering climate change. But on top of that, comprehensively covering forests, comprehensively covering biodiversity, and of course, water. And this is essential to reflect the dependencies between environmental issues, because businesses cannot see climate change or the impacts of climate change in isolation. So we know that the wider environmental impacts need to be regulated more. This is clear. And if we look at companies that are disclosing to CDP last year, in fact, just 1 in 20 actually have a target to reduce their emissions, their deforestation, and their water withdrawal. So across these environmental themes. And if we look at the companies importing forest risk commodities, very few companies have full traceability. And that's why due diligence must put more nature positivity alongside 1.5 degrees on the climate change. Now, alongside the due diligence, the directive is the EU's new deforestation regulation. And that will ban products made from forest risk commodities from the single market unless they are deforestation free. And for companies importing things like beef, like soy, coffee, and so on, there will be mandatory due diligence rules. So this is all linked. And that's vital. It's vital for ensuring companies have their whole house in order on the environment. And this, I think, is a key point. It's a key point of that regulations are here for your review after the event. And we encourage you to engage with CDP, check this out. And now a key part of the sustainable corporate governance is that companies must communicate, must report what they've put in place. That's essential. And that's where the new EU reporting rules, the Corporate Sustainability Reporting Directive, or the CSRD, come in. This is establishing mandatory sustainability reporting standards applying to more than 50,000 companies around the world who are either companies of the EU, who have multinationals, who have subsidiaries of the EU, or sell their products and services on the European market. So it's widespread. And this will lay out what to report in terms of due diligence, main negative impacts, and of course, their action. And CDP, as the world's environmental disclosure system, we've been aligning with the new EU reporting rules so that companies disclosing to CDP are set up to comply. And this, the key points of the CSRD, they're here on the screen for you for further reading after the event. So in closing, solving our environmental crisis, it's the challenge of our time. Simply put, our world and the environment, it's deeply interconnected, and we must tackle it as one. And companies, they're going to make or break whether or not we can stay in line with our 1.5 degree limit and ensure that our world, our natural world, fully recovers. So this directive and the rest of the incoming EU regulations are telling companies what to do and what to report. And it's going to affect most companies. So this is going to help drive them to align the value chains with 1.5 degrees. And CDP, we're here to support. We're focused on our mission to drive genuine corporate ambition higher. So thank you so much. It's been a pleasure to be with you today. Thank you very much for this overview, key takeaways, and really the important message to foster the actions on the corporate level and
spread it on the whole value chain. And really congratulations for all your work for being a golden standard for disclosure of non-financial data in the companies. And we would really like to stay in touch with you and to work together on the both sides, on Slovenian and international. So thank you for being with us and taking your time. Thank you so much. And we look forward to partnering with you as well. And enjoy your event. Thank you very much. Goodbye. Ja, res zanimivo predavanje za nami in takšna čast, da smo imeli dejansko priložnost poslušati direktorja CDP, organizacije, ki je med vrhunskimi na tem področju. Z njimi so nas povezali naši mednarodni partnerji iz Cambridge University, ker sodelujemo na različnih projektih. Sedaj bomo pa pogledali pogled na direktivo iz slovenske perspektive. Z nami bo sogovornik, izredni profesor Jaka Cepec, sicer pravnik po izobrazbi, zaposlen na ekonomski fakulteti. Jaka, pokrivaš področje korporativnega prava in boš predstavil pogled. Tukaj bi mogoče omenila samo ta del. Sledilo bo potem pogled še z nizozemske perspektive. Skratka, direktiva ni še sprejeta, kot smo že večkrat slišali. Direktiva je v pogajanjih. Ni pa to nova stvar. Že dalj časa se različni deležniki z njo ukvarjajo. Tudi mednarodno smo bili pozvani preko organizacij, da se v Evropski parlament podajajo pobude po večji ambicioznosti. Seveda je pa zelo veliko pritiskov številnih lobijev, da se bolj ambiciozni ukrepi ne sprejmejo. Zato danes res prisluhnimo tem različnim pogledom na direktivo, da bomo bolj ambiciozni. Jaka, tvoja beseda. Ok, deluje. Dobro. Lepo zdrav, dobrodošli na moji domači instituciji. Sem zelo vesel, da vas vidim. Še kakega gospoda bi si želel, ampak ok, bomo tudi to preživeli. Zdaj, jaz sem pravzaprav pripravil za urco bo pol predavanj, ker nisem dobil omejitve, ampak sem si vzel malo več časa, ker sem pač iz domače institucije. Zdaj, pravzaprav govoril bi rad o teh 5 vprašanjih. Zdaj, prvo izmed 5 vprašanj je, kje pravzaprav sploh smo, ker če ne vemo, kje smo, težko povemo pravzaprav, zakaj se sploh s temi direktivami in s podobnimi stvarmi ukvarjamo. Zdaj, z vidika znanosti je relativno jasno, in tu mislim, da velike debate ni, da smo pač na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Se pravi, pomembno je, da si postavljamo pravo vprašanje, ker če si postavljamo neumno vprašanje, dobimo neumen odgovor. Pravzaprav hotel sem govoriti o tem, da ne vem, če mislim, glede na to, da ste prišli na ta dogodek, sicer ste verjetno zelo okoljsko osveščeni, ampak kljub temu morda za koga, ki posluša, ne. Povprečen Slovenec na leto zavrže za en kovček, ki sicer potuje v Ameriko, oblačil. To je približno 20 kg oblačil na leto zavrže povprečen Slovenec. Če bi vsi živeli na način, kot živimo Evropejci, bi rabili 3 zemlje, da bi lahko pravzaprav to vzdržno preživeli oziroma nahranili in suportirali. Samo v zadnjih 5 letih, po tega sta bila 2 leti korone, smo v Sloveniji izgubili skoraj za eno površino celotne Ljubljane kmetijskih zemljišč. Z razlogov, ki pravzaprav se pravi, gre za neto izgubo. Čeprav so pravila igre, naj bi bila, da v Sloveniji neto izgub kmetijskih zemljišč ne sme biti, vidimo, da pravzaprav to ni ovira, da izgubimo v 5 letih za eno celotno Ljubljano kmetijskih zemljišč. Ali pa obratno, danes približno 36 milijonov ljudi v Evropi v resnici dela v sužnji lastniških razmerah. To so večinoma sicer migranti in ostali ljudje. In ravno včeraj sem prav za hec, ker jaz drugače se ukvarjam bolj z insolvenčnim pravom, ampak čisto iz heca sem hotel ugotoviti karkoli v moji obleki. Na njej piše, da je lepa, no to mi je rekla žena, potem piše, da je narejena v Italiji, a jaz nimam pojma, a je to delal v Italiji nek gospod, ki zasluži povprečno italijansko plačo, ali pa morda vsaj minimalno italijansko plačo, ali pa nekdo, ki je slučajno uspel preživeti pot čez Sredozemlje in sedaj nekje na vročem, nekje pač šivate obleki. Nimam pojma. Upam, glede na to, koliko je stala, da je to prvo res. Nimam pa pojma, lahko da je drugo. Hočem povedati, ni variante, da to zvem. Pa sem včeraj googlal, tako 2 uri sem si vzel, da to pogooglam, pa ni šans, da zvem. To se mi zdi kar problem.
In kot smo že slišali, pravzaprav približno 100 milijard novih kosov oblačil na leto proizvedemo. Super, ne? Se tudi vidimo, kdaj se v Ljubljani naredi največja gužva, pravzaprav katera zadnja trgovina se je odprla v Sloveniji, kjer je bila gužva največja pred njo, je dosti jasno, če ne veste, vam povem kasneje. Ker ne bom delal še reklame. Jaz sem v bistvu iz sveta ekonomske analize, skratka, sem sicer pravnik, ampak se ukvarjam pravzaprav z tem, zakaj sploh pravo potrebujemo. In prvo vprašanje je, zakaj sploh pravzaprav potrebujemo neko novo direktivo ali pa zakaj sploh potrebujemo pravila okoljskega prava. To se mi zdi, da je v Sloveniji vseeno vsaj z pravnega vidika preslabo razumljeno, ker z vidika ekonomske analize prava so pravna pravila samo druga najboljša rešitev. Vedno si pravzaprav želimo rešitve, ki jih ponudi trg. Pravo potrebujemo samo takrat, ko trg rešitve ne more ponuditi. In zakaj trg ne more ponuditi rešitve, je leta 1976 napisal profesor Hardin v enem znamenitem članku Tragedy of the Commons, če ga ne poznate, pogooglite. To je članek, ki je objavljen v reviji Nature, pa nima ene enačbe. Tako preprost je in enostaven, da ga lahko vsak razume, ima pa zelo hudo sporočilo. In pravzaprav, da ne kompliciram in da nisem predolg, tragedija skupnega v resnici govori, da je tragedija našega sveta v tem, da pogosto se znajdemo v situaciji, kjer so naše individualne preference, naša optimalna strategija igranja v tem življenju nasprotuje tistemu, kar bi bilo za skupnost najboljše. Tipično vprašanje je, kako ste danes prišli na fakulteto. Redki s kolesom, večina z avtom, kar seveda pomeni, da smo ubrali zase najboljšo strategijo, ki pa seveda za okolje ni optimalna strategija. In ta problem tragedije skupnega ne raste samo na individualni ravni, več kot očitno ste videli, da raste tudi na ravni držav. Mi, Američani, se ne bomo odpovedali temu, dokler ne bodo tudi Kitajci rekli, da bi tudi oni malo popustili, pa dokler ne bodo Indijci zmanjšali, pa tako naprej. Skratka, v bistvu se vrtimo v krogu, ker za vsakega individualna najboljša strategija je, da se pravzaprav ne prilagaja, da upa, da se bodo vsi ostali in da bomo potem preživeli. Zato se to imenuje tragedija. Zdaj, ta strategija, se pravi, imamo jo na meddržavni ravni, več kot očitno imamo na državni ravni. Jaz bi naj predstavljal vidike te direktive v Sloveniji. Ena politična opcija nam je zgradila T6, najlepša hvala. Druga politična opcija nam je sredi najlepših kmetijskih zemljišč postavila neko umazano industrijo. Ne vem, če ste pogledali, imamo novi zakon o javnem naročanju, kjer samo z eno besedo govori o trajnosti. Tam, ki govori o tem, da lahko javni naročnik, kadar pravzaprav naroča hrano, morda upošteva tudi te lokalne vidike, ampak je tako zelo vejgli, da ne verjamem, da bo ravno strokovnjak za javno naročanje iz vrtca Domžale pravzaprav skrbel za to, da bo malca pač dražje kot 1,2 evra na osebo, kar pomeni, da je težko to trajnostno pridelana hrana. In da ne pozabimo, da ne bomo samo v okolju, v Postojni, meni sicer je tako mrzo kraj pa fez piha, ampak tam imamo taborišče. Tam živi 400 ljudi, Turkov, ki nam gradijo drugi tir. Predstavljate si, da bi dan 400 Slovencev postali v taborišče, kjer ne smejo ven brez nadzora, in potem pravzaprav bi ti Slovenci gradili si izmišljen hotel v centru Ljubljana. Kako boš tekmoval, če v javnem naročanju dovolimo, da pravzaprav pazite, kot pojasnilo in kot olajševalna okoliščina je bilo izpostavljeno dejstvo, da ti ljudje nikoli ne bodo smeli zapustiti tega področja meter krat meter, če ne bo to dovolil župan in če ne bo to vodeno ogled Postojne. To je pri nas. In pravzaprav ti isti gradijo dva velika projekta. Drugi tir pa karavanški predor. Dvakrat imajo taborišče. Tako da pravzaprav imamo kaj za poročati z vidika sustainability. In očitno je, da tudi država igra igro, tragedije skupnega, ker z njo je cenej, če zgradi drugi tir za tak denar, kot pa če pravzaprav omogoči delavcem človeku dostojno življenje. Torej tudi država se ujame v tej tragediji, ni nič posebnega. Včeraj sva se pogovarjala. Če hočete zgraditi sončno elektrarno, pa daste vlogo za subvencijo, denarja je dovolj, ni problem. Problem je, ker samo 2 človeka sta zaposlena, ki odobravata te vloge. Če si zgradite pasivno hišo, pa date spet subvencijo, da bi radi dobili pravzaprav neko pomoč pri investiciji, boste čakali nekje med 10 in 12 meseci, da bo pravzaprav nekdo obdelal vašo vlogo in ugotovil, da je nepopolna. Pri tem, da je denarja načeloma dovolj, z tega vidika morate paziti. Skratka, hočem reči, da ta nivo te tragedije je povsod. In zaradi tega več kot očitno, čeprav jaz kot zastopnik neke bolj liberalne logike sem žalosten, ampak več kot očitno je, da potrebujemo regulacijo. Zdaj, danes se pogovarjamo o eni vrsti regulacije, to je regulacija pravzaprav,
ki zavezuje gospodarske družbe k temu, kako naj pravzaprav poročajo o svojih negativnih eksternalijah, ki jih povzročajo. Zdaj, vpliv na okolje, nečloveške delovne razmere, druge kršitve človekovih pravic so v resnici negativne eksternalije, kakorkoli se to grdo ali pa neoliberalno sliši. Zdaj, pravna pravila, to se tudi nismo učili na pravnem faksu, lahko vedno oblikujete na dva načina. Lahko so palice, lahko so pa korenček. Zdi se mi, da se o tem bistveno premalo pogovarjamo. Bistveno premalo se, ko sprejemamo nova pravila, pogovarjamo, ali bomo pravila sprejeli v obliki korenčka, torej neke nagrade. V smislu, slovenska policija to poskuša, sam nisem prepričan, če je to nagrada. Slovenska policija ima vsako leto akcijo. Če boste napihali 0:0, vam damo vstopnico za njihov koncert Pleh bande. Zdaj, je po definiciji to korenček, ni pa čisto nujno. Veliko bolj smo pa navajeni pravil v obliki palic. Če ne boš, bomo to, v tem smislu. In ta direktiva, ki jo vidimo, v osnovi izgleda, kot da je čista palica direktiva. Če ne boste, bo civil liability, bo upravni liability in tako naprej. Ne izgleda kot čista palica. Mi je pa prej kolega pravzaprav dal misli, da morda pa ni čista palica, do neke mere bi lahko bila korenček. Če jo razumete, da bo pravzaprav trajnostno poročanje, oziroma pravzaprav vse ti ukrepi, ki jih naj družbe naredijo, v bistvu omogočile, da bodo lahko investitorji, ki investirajo v te velike korporacije, na tak način lažje odločali, komu pravzaprav, kam investirati svoj denar, je to lahko korenček. Je pa res, kar nas sam predlog direktive opozarja, da recimo Danone ima zelo negativno izkušnjo. Ko se je poskušal, to sem pač prebral iz direktive, ko se je, pazite to, zanimivo, nisi še nikoli v življenju videl, da bi predlog direktive Evropske unije citiral direkt gospodarsko družbo, ki je imela negativno izkušnjo zaradi tovrstnega poročanja. Strašansko smešno sem delati reklamo veliki gospodarski družbi iz Francije, z vidika, oni so hoteli biti trajnostni, pa so rekli delničarji, sorry, to ni okej, mi preprosto želimo denar. Zakaj o tem govorim? Govorim o tem, zato ker jaz nisem iz tega trajnostnega sveta, ampak ko razmišljam kot pravnik ali ekonomist, razmišljam pa o tem, da bi si bolj želel dodatne spodbude k temu, da bi vsi ravnali tako, kot je. In zame tipična spodbuda je, da morda verjameš evropskemu potrošniku, da bo izbral tisto, kar je morda trajnostno izdelano ali pa trajnostno narejeno. Želel bi si po domače, da bi tukaj poleg tega, da je rdeče, bilo pravzaprav 3 barve: zelena, garantiramo, da tole je trajnostno, oranžna, ali rdeča, stari, to pa ni zate, to pa je Primark, okej? To bi si želel, da bi pravzaprav kot potrošnik vedel, da ko kupim najkice, da vem, so te najkice, pravzaprav bile zgodbe, kjer vem, da to prihaja, štekam, ampak hočem reči, to se mi zdi do neke mere skoraj bolj pomembno. Ja, se strinjam. Nimamo. 5 kup v Mercatorju meso, pa mi povejo, odkot je. Dokler jaz pravzaprav kot potrošnik zelo na enostaven način, takoj, sekundi, recimo v Španiji mi je bilo všeč, ko sem kupoval čokolado, pa mi je z rdeče pobarvalo, stari, to ni dobra hrana. To se mi zdela super ideja. Zato, ker ja, je, in to jaz kot potrošnik si ne morem privoščiti, da mi komplicirajo življenje. Hočem, da so stvari enostavne. Ja, sorry. Skratka, žal bi mi bilo, če bi obupali nad idejo, da lahko tudi potrošniki pripomoremo k temu, da živimo bolj sustainable. To se mi zdi, da bi bilo škoda, tako da se mi zdi, da moramo paziti na oboje. Zdaj v sami direktivi, v resnici direktiva ponovno prepoznava, da gospodarske družbe povzročajo negativne eksternalije in da te eksternalije treba vsaj poročati in po možnosti do neke mere zmanjševati, če je le mogoče. Zelo vesel sem pravzaprav, iz tega predavanja sem ugotovil, da očitno je motivacija pri gospodarskih družbah velikokrat povezana z tem, kako bodo pravzaprav delničarji prihajali ali odhajali, torej kako bodo investicije povezane s tem. To se mi zdi zelo pozitivna ideja in pravzaprav, ko bodo tudi vsi investitorji, vsi hedge skladi, vsi pokojninski skladi in tako naprej zavezani k temu, da pravzaprav pazijo, kam investirajo, bo to še toliko bolj simpatično. In ja, več kot očitno je to ni čisto nova ideja, je pravzaprav nadaljevanje neke logične ideje in iz tega vidika je treba to zagotovo poudariti. Zdaj, morda bi kak zelo liberalni ekonomist rekel, da vse skupaj, kar počnemo, je zelo nevarna ideja, zato ker pravzaprav izzivamo to, da bomo nekonkurenčni vsem ostalim. Ampak v resnici to ni več, smo že mimo. Se strinjam, veliko tvegamo, sam je čisto vseeno, ali tvegamo nekaj, če pa ne tvegamo, je pa jasno, da bomo šli. Ko sicer tvegamo, pa upamo, da bodo ostali sedeli, pa da bomo vsi preživeli, ampak v bistvu to ni več tveganje, samo še navidezno tveganje, ker če ne bomo mi,
tudi ne bodo ostali, če ne bo nihče, bomo v vsakem primeru propadli. Tako da v bistvu ni več tveganja, ne. Zdaj o implementaciji v Sloveniji. Lahko, da ste bolj optimistični kot sem jaz, lahko, da verjamete vsem 16 ali 18 strankam, ki kandidirajo in vsaka ima nekje zapisano, mi smo okoljsko prijazni. Včasih me prav šokira, kako stranke, ki so zgradile T6 ali pa stranke, ki so zgradile Magno, govorijo o okoljski prijaznosti, ker je tako očitno, da nekaj ne štima, ne. Ampak okej, zakaj se meni zdi ta direktiva ali pa predvsem ta dogodek ful dobrodošel, je zato, ker bi si želel, da ne bo to spet ena izmed 1844 direktiv, ki jih bomo zelo uradniško prenesli v naš red, v ZGD bomo zapisali, poleg tam, ko piše pravzaprav letno poročilo, bo še en stavek, morajo poročati tudi o, pravzaprav, to se bo zgodilo, ne? In potem bo profesor Kocbek predal, da smo spremenili ZGD in da pač tam je treba nekaj še dodatnega poročati, ne? Tega si seveda nihče ne želi, to se vedno zgodi, zato bi si želel, da bi se stroka in znanost, ne, pravzaprav več in veliko o tem pogovarjala tudi na tem slovenskem nivoju in pravzaprav ugotovila, kako lahko to direktivo smiselno prenesemo not. Več kot očitno pa je, da nas ta direktiva ne bo zadela z vidika, mi velike korporacije moramo paziti dol. Nas bo zadela, ker smo oni člen v verigi, ki je bil pod vodo, saj ste jih videli, ne. In mi smo dobesedno pod vodo kot industrija, ne, in se pravi, ta del nas bo zadeval, ne. Mi bomo tisti, ki bomo morali compliance izvajati. Naš s tremi CNC stružnicami bo moral povedati, kako je pravzaprav zaposlil tiste 3 ljudi iz Bosne in Hercegovine, ne, in je to sustainable ali ni, ne. Tako da se mi to zdi, no, da naloga vas stroke pa nas znanosti je, da sodelujemo pa da preprečimo zopet to birokratsko, ne, pravzaprav sprejemanje te zakonodaje, ne. In da zaključim, se mi zdi super ideja, pa nekje moram začeti z njo, je verjetno tudi Slovenci, kar smo sploh v epidemiji videli, ne, mi pravzaprav ne znamo v ljudeh spodbuditi pravih spodbud, ne, pač smo, ali smo vojaki, ali smo pa čisti libertarci, skratka nekaj nam ne gre, ne. In se mi zdi, da vendarle bi katerakoli vlada že pride, morda morala začeti razmišljati, da potrebujemo tako imenovane nudge-units, kot neko telo vlade, pravzaprav nudge-units, pravzaprav posebna skupina ljudi, ki se ukvarjajo z ekonomijo, z vedenjsko ekonomijo in tako naprej, in pravzaprav, da nam sporočijo, kako naj pozitivna sporočila, ki jih želimo, ne, pravzaprav uvesti ali pa implementirati v nacionalno zakonodajo na način, da bo to za ljudi sprejemljivo. Samo en primer pa zaključim, pa nima veze s trajnostnim. Darovanje organov, ne, zelo preprosti s tem, vsi si želimo pravzaprav, da bi ljudje darovali organe, če je le možno po svoji smrti, ne. Ampak danes moraš v Sloveniji za to iti nekam, niti ne vem kam, moraš nekaj podpisati, ne vem kaj, pa moraš to verjetno nositi s sabo, domnevam. Lahko pa obrneš logiko, lahko pa rečeš, sprejmeš zakon, ki pravi vsi po defaultu, ne, pravzaprav ste darovalci organov. Če nočete biti, pridite na neko mesto, ne vem kje, podpišite ne vem kaj in to nosite s sabo, ne vem kako, okej? Ne, pravzaprav isto pravilo igre, samo obrnjeno okrog, s tem se ukvarjajo nudge-units, ne, in pravzaprav v okoljskem pravu bi se morali na isti način ukvarjati. To je slovenska perspektiva, pravzaprav po mojem. En aplavz. Jaka, super, fantastičen pogled, zelo plastičen, od socialnih vidikov do teh okoljskih, in tudi Slovenija, mislim, ni to nekaj na korporativni ravni, ker se dogaja in se nas ne dotika, dotika se nas tu zdaj. In ja, temu je CER namenjen iskanju spodbud za ta zeleni prehod. Govorimo dejansko o enem sistemskem prehodu, o generacijskem prehodu, o drugi miselnosti, da business as usual ne bo preživel. In tukaj sploh ni več tveganja, ampak to je dejstvo. In na tej poti smo, tako da res hvala in z veseljem sodelujemo še naprej. In sedaj se veselimo nizozemskega pogleda, tako da Mojca vabljena, da nam v slovenščini predstaviš. Mi da so se precej pogovarjali o tem, nisi niti nameravala sodelovati, govoriti o tem, ampak potem sem rekla, da tega, kar govoriš, praktično nihče ne ve in da nam je zelo dragoceno slišati, kje je Nizozemska, kako reagirajo podjetja tam, kako država reagira, tako da prosim, če nam predstaviš. Najlepša hvala za povabilo. Ana, hvala lepa za povabilo. Zelo hitro sem uskočila, moram povedati, in ne vem, če bom presegla moje govorce, ker ste res enkratni. Hvala lepa. Mogoče bom malo suhoparna, ker predstavljam pač stališča nizozemske vlade. Moram še enkrat povedati, da je, kar se direktive tiče, vsega, kar smo slišali, zadeva je v procesu. In nizozemska vlada je sprejela že stališča
do te predlagane direktive, ker je v skladu z nizozemskimi ambicijami, ki pa izhajajo iz koalicijskega sporazuma 2021-2025. In 7. aprila je Nizozemska objavila svojo oceno predloga direktive in je zdaj v parlamentu v diskusiji na odborih. Se pravi, vse bo šlo dejansko skozi parlament. V ta stališča pa so zgenerirana skupaj z vsemi deležniki. Ni to nastalo nekje v nekem uradu, v nekih pisarnah in tako naprej. Tako da mogoče ta predlog je v tem smislu zelo pomemben korak naprej, k spodbujanju trajnostnih vrednostnih verig in izboljšanju delovnih pogojev po vsem svetu. To moramo poudariti. Ne gre samo za Evropsko unijo, ampak gre za celoten svet. Mi smo predvsem veseli, da je v skladu z nizozemskimi ambicijami in da je predlog končno objavljen. Morate vedeti, da je Nizozemska že od leta 2020 kar precej se zavzemala za skupno evropsko zakonodajo o skrbnem pregledu kot del take pametne kombinacije ukrepov za odgovorno poslovno ravnanje. Ali ima zdaj Nizozemska kakšne pomisleke? Seveda jih imamo. In pomisleki Nizozemske se nanašajo predvsem na področje uporabe, uskladitev z mednarodnimi standardi in enake konkurenčne pogoje. Nizozemska želi, da bi se področje uporabe razširilo, da bi bilo v skladu z direktivo o trajnostnem poročanju podjetij. To pomeni, da bi bile približno zajete enako velike družbe, naj si kotirajo na borzi ali ne, z več kot 250 zaposlenimi. Moram pa tu povedati, da je naš tekstilni, ker je bilo tukaj dosti o tekstilni industriji, rahlo razočaran. So malce več upali od predloga, namreč po njihovi analizi bi poročalo samo 5% podjetij, 95 pa bi jih padlo ven, kar je absolutno premalo. To je ena. In ne gre samo za poročanje, ampak da uredba dejansko sproži neko ravnanje na lastne pobudi. Glede usklajevanja z mednarodnimi standardi ima Nizozemska kar nekaj pomislekov. Naprimer, kar nekaj je opredelitev, za katere pa mislimo, da so precej nejasno opredeljene in da dopuščajo preveč prostora za razlago posameznim državam kot takim. In mislimo tudi, da se nekoliko preveč zanaša na pogodbena zagotovila in pa na revizijske postopke, namesto na druge ukrepe za preprečevanje ali pa ublažitev morebitnih tveganj, če želite, zlorab. To je eno. Potem ta tretja stvar pa je, da pripisujemo velik pomen usklajenemu evropskemu pristopu. Zato menimo, da je zelo pomembno, kakšni bodo spremljevalni ukrepi na evropski ravni za izvajanje predloga in da je to bistveno za doseganje pozitivnega učinka v državah proizvajalkah. Namreč še vedno ostajajo vprašanja o tem, katere spremljevalne ukrepe komisija pripravlja, vključno s tistimi, ki veljajo za države proizvajalke. Skratka, poleg zakonodaje se bo Nizozemska zavzemala in osredotočila na kombinacijo ukrepov, ki se med sebojno krepijo in ki bodo skupaj vodili k izboljšani uporabi potrebne skrbnosti s strani podjetij v skladu s smernicami OECD in pa Združenih narodov. Poleg tega obveznega pregleda gre za kombinacijo, ki je sestavljena iz spodbujanja sektorskega sodelovanja, družbeno odgovornega nakupa s strani vlade, kar smo danes že slišali, potem uvedbe pogojev, kako se reče to, odgovorno poslovnega ravnanja za državno podporo in ustanovitve podpornega centra. Mogoče je tu še v skladu z koalicijsko pogodbo nizozemske vlade, vlada pač spodbuja zakonodajo Evropske unije za mednarodno družbeno odgovornost, še enkrat, tretje države. To je seveda tudi, kako bojo te tretje države vključene, kako so tudi podjetja iz tretjih držav prisotna in kakšen njihov obveznost poročanja, ko delujejo na notranjem trgu Evropske unije. Naslednja stvar, mogoče, kjer imamo pomisleke, je, ali so zadeve dovolj jasno postavljene za podjetje. Mislimo, da ne, in zato si želimo na evropski ravni, predvsem bomo delovali na pomenu, na jasnosti, na definicijah, namreč s ciljem, da se ne škoduje mednarodni konkurenčnosti.
To je tudi navedeno v tem našem sporazumu. V tem smislu bo Nizozemska pozorno spremljala breme, regulativno breme, administrativno breme in pa tudi izvedljivost za mala in srednje velika podjetja. Področje zajema tudi podjetja, ki nimajo sedeža v Evropski uniji, vendar delujejo na notranjem trgu, kot sem že prej rekla, in izpolnjujejo zgoraj pač ta navedena merila glede prometa. Tako da mi pozdravljamo odločitev glede tega, vendar pa bomo predlagali komisiji zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev, da za podjetja zunaj Evropske unije veljajo enaka merila, prag prometa, število zaposlenih. To je na primer z našega stališča zelo pomembno. Namreč predpogoj za to, da bomo mi uporabili, se pravi, skrbnost pregleda, ki nimajo sedeža v EU, je to, kako bi temu rekla, da ta obveznost skrbnosti pregleda, da se uporabi, kako bi rekla, zakonsko, da bo zakonsko ureditev pravno pa praktično omogočala izvrševanje se strani držav članic. Tako mi menimo, da mora komisija tu še pojasniti, kako bo organiziran nadzor teh podjetij zunaj Evropske unije. Mi pozdravljamo na nek način, moram kar reči, seveda vključitev podjetij v sektorjih z velikim vplivom, vendar pa mislimo, da je treba natančneje opredeliti, kateri so ti sektorji, zato da bo jasno, katera podjetja sem spadajo in kar bo v bistvu podjetjem zagotavljalo neko gotovost, da se bojo lahko dejansko na zadeve pripravili. Namreč ni dejansko jasno, če natančno pogledamo, kako je komisija določila, da nekatere sektorje, pa bom zdaj navedla, da je to finančni sektor, na primer, vključi med sektorje z visokim tveganjem ali pa celo izključi. To je na primer ena stvar, ki bomo absolutno zahtevali še za dodatna pojasnila ali pa ko-kreirali, na primer, jasne definicije. Zadev je dejansko zelo veliko, ne želim biti predolga. Jaz moram reči, da je pomembna točka, ki mislimo, da je potreba posvetiti pozornost še skladnost z drugimi evropskimi predpisi o tveganjih v vrednostnih verigah podjetij. To so na primer predlog direktive, kar smo slišali o trajnostnem poročanju podjetju, je potem o krčenju gozdov, uredba da sem prav rekla, o konfliktnih mineralih, revizija uredbe o baterijah, potem pa nepovedana pobuda za trajnostne izdelke. Mogoče še nekaj o pogodbenih klavzulah. Mi menimo, da se trenutno ta predlog uredbe močno opira na možnost uporabe pogodbenih skladnih pravil. Mi menimo, da to, kako bi rekli, da čeprav je to eden od načinov zagotavljanja izvajanja odgovornosti v dobavni verigi, še ne pomeni, ne zagotavlja, da se spoštujejo, kot iz izkušenj vemo, izvajajo človekove pravice ali pa da se ne škoduje okolju. Tako da učinkovitost v bistvu uporabe pogodbenih klavzul v preteklosti ni zadostovala za učinkovito preprečevanje kršitev. Tako da eno od vprašanj je tudi, kako v bistvu bi lahko sooblikovali, tu pa mi želimo sodelovati tudi s Slovenijo, plus na vseh ostalih stvareh, podporo za mala in srednja podjetja. Se pravi, ker zdaj enostavno pač nekako padejo ven. Kar se civilne odgovornosti direktorjev, to je bilo danes tudi malo omenjeno, mogoče še naše stališče glede tega. Mi seveda, direktorji so tisti, ki morajo izvajati obveznosti iz direktive in to je tudi v skladu z smernicami OECD. Nizozemska izrecno ne podpira osebne civilne odgovornosti direktorjev, če ta odstopa od nizozemskega standarda in prakse na tem področju. Tako da mi bomo zaprosili komisijo za pojasnilo v zvezi s to točko in seveda bomo tudi povprašali glede učinkovitosti in izvedljivosti obveznosti osredotočanja na variabilne prejemke, o katerem tudi uredba govori. Potem je mogoče ena omemba, ker Nizozemska deluje tako, da se vse deležnike vključi, tu pa imamo dejansko pomisleke, da so deležniki kot taki prenaširoko definirani, da je treba mogoče
bolj iti na zainteresirano javnost. Še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembno to omeniti, je glede mehanizma za pritožbe. Mi želimo na nek način, da se bolj natančno definirajo pogoji za, bom rekla, dober pritožbeni pa odškodninski mehanizem v skladu z principi Združenih narodov, predvsem zaradi jasnosti za podjetja. Na nek način je dobro, da se od podjetij zahteva vzpostavitev mehanizma za pritožbe in da naj bi podjetja v primeru neke škode prizadetim osebam izplačala finančno nadomestilo, ampak organizacija dostopa podjetij do pravnih sredstev za implementacijo tega po predlogu ni v celoti obravnavana. To mislimo, da bi bilo to treba. Kar se podnebja tiče, absolutno Nizozemska, kot veste, je podnebno zelo tako awareness, zelo visoko tako in želimo res postati do leta 2050 podnebno nevtralna in tako naprej. In ker je profesor že omenil, mi tudi podpiramo široko razlago pojma, mi rečemo operations, se mi zdi, da je v predlogu, pri čemer bi v področje te uporabe direktive spadali tudi tako imenovane emisije tretjega obsega. Zelo pomembna zadeva, kar je tudi, se mi zdi, kolega omenil. Biotska raznovrstnost se pojavlja tudi v tej uredbi. Nizozemska bo zahtevala potrditev, da je okvir, da bo okvir za biotsko raznovrstnost sprejet na vrhu Združenih narodov o biotski raznovrstnosti leta 2022 in da bo vključen v tveganja, ki jih podjetja morajo obravnavati. Bomo opozorili na to dejstvo, da so biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo, zagotavljanje zdravega načina življenja, pa življenjskega okolja sami po sebi v kombinaciji. Enako pomembni tudi za doseganje tega cilja. Pozdravljamo Evropsko mrežo nacionalnih regulatorjev in mislimo, da so pooblastila, kot so zdaj v predlogu napisana, podeljena nadzornim organom, da so zadostna. Smo pristaši pozitivnega nadzora, katerega namen ni kaznovanje podjetij, in mislimo, da nadzorniki predvsem organizirajo nadzor na podlagi analize tveganja in ustrezne interventne strategije. Še ena malenkost, kar se tiče podpornih ukrepov pa državne pomoči, mogoče bi bilo dobro. Mi mislimo, da bi podporni ukrepi morali nekoliko več pozornosti nameniti tudi spremljevalni politiki za vsa podjetja v vrednostni verigi in da bi tu lahko komisija razmislila o zagotavljanju nekih smernic in nekih drugih oblik svetovanja. Poleg tega se zdi, da se izključitev državne pomoči v primeru sankcije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive uporablja le za nacionalno državno pomoč držav članic, ne pa za evropsko državno pomoč in ne za nabavno, se pravi, politiko javnih organov. Tako da mi se bomo zavzemali za vključitev politike javnih naročil v to določbo in za vključitev izključitve podpore institucij Evropske unije v direktivo, zato da bi se predvsem spodbudili enaki konkurenčni pogoji. Zdaj še ena stvar, tole bi mogoče omenila, lahko tudi kasneje se z Ano dogovorim, pa te naša stališča delim. Kot sem rekla, tudi parlament bo še svoje povedal in ostali nevladne organizacije, ostali deležniki. Tole so moji kolegi naredili eno zanimivo zadevo in sicer finančno, kakšne so finančne posledice tega. In tukaj so posledice za proračun Evropske unije, potem za nacionalni, tudi za kakšen vpliv regulativno breme za podjetja in državljane, vpliv na geopolitiko, naprimer. Zdaj finančne posledice, kar se Evropske unije, mi menimo, da je treba vsa potrebna sredstva poiskati v finančnih okvirih proračuna za obdobje 2021-2027. Kar se tiče za centralno vlado, mi vidimo seveda naš strošek, bi rekla, ali pa vladni strošek, da bo imel posledice za centralno vlado ali pa budžet, če želite, zaradi sredstev potrebnih za nadzor, pa za spremljevalne ukrepe. Na osnovi predloga zdaj kolegi v bistvu oceno stroškov še enkrat delajo, imeli smo samo grobe ocene. Potem je pa tu nekaj zelo pomembnega, kakšne bojo finančne posledice pa vpliv na regulativno breme za podjetja pa državljane. Mi mislimo, da je lahko zelo velik.
In dejansko je, da komisija ni objavila ocene obsega administrativnega dela v predlogu. To nas rahlo skrbi. Komisija tu navaja, da so stroški odvisni od velikosti, od razpoložljivih ukrepov in profila tveganja podjetja. Cilj direktive pa seveda skrbno ravnanje podjetij. Trenutne stroške izvajanja potrebne skrbnosti nosijo le podjetja, ki to že počnejo, zaradi ukrepov, ki mi rečemo, da niso prisilni, no, tako rekoč. Ta direktiva bo izenačila konkurenčne pogoje, tako da bodo podjetja, ki jih zajema predlagana direktiva, pa nosila stroške. Kar se tiče mogoče še vpliv na konkurenčnost geopolitiko, z geopolitičnega vidika bo zelo pomemben proaktiven stik s tretjimi državami. To se nam zdi zelo pomembno, zato bomo na nek način zahtevali, če želite, predlagali, da Evropska komisija zagotovi oceno učinka razvojnega sodelovanja in spremljanje teh učinkov zakona na tretje države. Poleg tega mogoče še zadnja stvar, ta predlog delamo zaradi svoje uporabe za neevropska podjetja, ki so dejavna na evropskem trgu, ponuja možnosti za večjo uveljavitev mednarodnih standardov na področju človekovih pravic okolja, kar se nam zdi absolutno pozitivno. Hvala lepa. Ja. Mojca, hvala ti za to izčrpno predstavitev, kako se Nizozemska loteva pogleda in kako ste pregledali različne vidike te direktive. Dejansko ne gre samo za poročanje, bistveno je ukrepanje, ampak sledi pa seveda ves ta pravni del, ko bojo sankcije, ko bo treba pregledovati, usklajevati in zato vidimo v bistvu veliko nalogo tukaj pred vsemi. In kot je meni znano, v Sloveniji se tega nismo še tako sistemsko lotili, z nekaj temi našimi partnerskimi organizacijami poslovnimi smo v stiku, so bile predstavitve direktive, ampak tako temeljito se še nismo lotili in ste nam vzor in te res prosim za deliti te dokumente, da se tudi v Sloveniji tega tako lotimo, ker ne nazadnje naša podjetja so pod vodo v skopu 3 in se bo vseh dotaknilo zelo močno. Tako da še enkrat hvala, Mojca. Nadaljujemo pa še zadnjim delom, okroglo mizo z našimi sogovornicami. Zato na oder vabim Lariso Grizilo iz podjetja A1 Slovenija, vodja korporativne komunikacije in skratka zaposlenih social del. Larisa, super vabljena na oder. Ste tudi v mednarodni mreži, zato ste nam bili pomemben vidik, da imate že verjetno tudi pritiske od mame. Druga sogovornica, kolegica Petra Kandus, en aplavz. Petra zadnje leto sodeluje z CER, je vodja zelene preobrazbe podjetij, trajnostnega poročanja, ima pa dolgoletne izkušnje iz Amerike, bila je vodja oddelka za okolje in poročanje Port of New York in New Jersey, skratka ogromne javne inštitucije za infrastrukturo. Žal naše tretje sogovornice Mojce Markizeti iz Iskra Emeko, ki je res predana tej temi zaradi zdravstvenih razlogov, danes ni med nami, z njo bomo nadaljevali drugič in Leila, vabim še tebe, da prevzameš krmilo okrogle mize do konca. Ja, super ste mi prištimali tole, jaz odlično, zadovoljna. Mikrofonček, v redu, zdaj bomo pa samo podajati. A mene se sliši? Ja, sem se priklopila prav, dobro, v redu. Najlepša hvala, ker ste se odzvali v vabilu, res iskreno, se prav veselim tega pogovora. Slišali smo ogromno, slišali smo v bistvu, kaj je to novo okolje zdaj za vse nas, ne samo v Sloveniji, ampak v evropskem prostoru in naven. Slišali smo veliko z mojega predavanja, potem ogromno z Jakatov, se je dodajal en instrument na drugega. Zdaj pa moje vprašanje je, glede na to, da ta direktiva tako veliko ostalih področij tudi zajema, kaj je ta največji izziv, ki ga predstavlja za podjetja, ampak po drugi strani, kaj pa je tudi največja priložnost, ki se da videti zdaj? Predlog je sicer v obravnavi, ampak dejansko stroka ne pričakuje ogromnih sprememb tega predloga. Pričakujemo bolj, kot ne, da bo v takšni obliki, kakršna je, tudi prišel ven iz procesa. Kaj je zdaj tisti največji izziv in kaj je največja priložnost, če mogoče?
Ja, smo. Dobro. V bistvu jaz bi rekla tako, da z vidika podjetij, tle je the devil's in the details. Ne? In bi rekla, da večina velikih podjetij pozdravlja ta način, kam se to premika, ampak so zaskrbljena, kako bo to v praksi izvedeno. Ne? Recimo, da si eno podjetje, ki ima, ne vem, 690 dobaviteljev in iz 24 držav in jih imaš, ne vem, 6 ljudi, ki ti delajo tam v nabavni službi. Kako se boš ti tega lotil, da boš ti zdaj in compliance s tem zakonom, kjer je to dejansko praktično nemogoče narediti. In tukaj mislim, da se mora direktiva tudi še malo opredeliti na to, kako praktično je to izvedljivo, ne? Recimo, da razne možnosti za podjetja, da se, ne vem, tega lotijo tako kaj je najbolj tvegano, kjer so najbolj tvegane dobavitelji, kritične, kjer so prvi dobavitelj, v prvi vrsti, recimo, da se s tistimi bolj ukvarjaš, ali pa kakšne možnosti, da se ta tveganja in stroški tudi malo razdelijo med raznimi podjetji, ki uporabljajo iste dobavitelje, recimo, ne. No, tako. Potem drugače pa bi rekla, mislim, da se to absolutno, večja podjetja se s tem že ukvarjajo. Moja lastna izkušnja v Port Authority of New York, New Jersey je sicer državno podjetje. Mi smo že 2017 se ukvarjali z environmental justice in predvsem zato, ker so vse naše infrastrukture v glavnem postavljanja v prostor, kjer so veliko ljudi stanuje in to je v glavnem so ljudje, ki so nizkega ekonomskega staža in tako naprej. In smo že takrat ustvarili notranjo skupino, ki se je ukvarjala samo s tem in sodelovala z lokalnimi skupnostmi, da smo se trudili zmanjševati ta negativni vpliv, tako podnebni, pa tudi družbeni. Tudi smo postavili podnebne cilje v skladu s Pariškim sporazumom že 2018, prav tega ni bilo treba narediti in so bili prvo državno podjetje, ki je to naredilo takrat. Tako da, kar hočem reči s tem je, da se velike družbe se s tem že ukvarjajo, tudi če se niso morale, ne. Ampak kar se mi zdi, da bo največji tak sticking point tukaj, ne, je prav ta liability, ne. In kako to, mislim, da bo tle še tako, da se bo tle stvar premikala še z enega konca tega polja na drugega, ne. Po eni strani za firme je to veliko breme, ne. Po drugi strani pa regulativa mora imeti zobe, kot pravimo. Ja. In kako to omogočiti, da sta obe polji. Ja, ker trenutni pravni sistem dejansko ne podpira tega, sploh zaradi tega, ker je pogled globalen, je pa pogled tudi na strani Evropske unije in tam pa nimamo v bistvu pristojnosti, da bi na tem delovali tako kot v nacionalnih sistemih in dejansko se strinjam, to bo grozna težava, kako to spraviti v prakso in zato tudi mogoče direktiva ima malo manj zob, ker ni čisto jasno, kako. Jaz bi pa mogoče rada izpostavila tudi priložnost, ne? In glih iz moje, bom rekla, mogoče celo tudi osebne izkušnje. 7 let nazaj, ko sem se odločala, a bi šla na SImobil, takratni SImobil, zdajšnji A1 ali ne, mi je bil ključni odločevalni faktor to, da je bil SImobil izredno družbeno in okoljsko odgovorno podjetje. Mislim, odgovornost do okolja, trajnost je, bi rekla, v A1 je praktično zapisana v DNK-ju. Od začetka. Mislim, mi smo bili prvi, ki smo v Sloveniji bili v bistvu družini prijazno podjetje postavljeni. Mi smo že od leta 2012 skladni z 14001 standardom. Od 2014 smo EMAS, kar smo v bistvu eni od 13 podjetij v Sloveniji,
ne vem, EMAS, ki ima EMAS in ta EMAS v bistvu vse živo definira, ne, in zavezuje. Smo podpisniki standarda 45.000, torej smo podpisniki listine raznolikosti. To je enostavno nabor enih standardov, ki smo jih vzpostavili v našem podjetju ravno zato, ker nam je resnično pomembno, že od nekdaj, bom rekla. Da pa postane pomembno, je pa seveda ključ, da postane pomembno na vrhu. Torej, zaveza in odgovornost iz vrha. Zato jaz v bistvu čisto pozdravljam tudi to odgovornost direktorjev, ker samo tu se začne. Če ni gor, ne bo tudi dol. To je jasno. Torej, neke ključne stvari, ki jih mora podjetje postaviti, da sploh začne na to pot stopati, je, kot rečeno, prvo, zaveza in odgovornost na vrhu, to je prvo. Tudi finančno odgovornost in nagrajevanje, če se seveda te neki cilji dosežejo. Postavljanje ciljev in spremljanje rezultatov v skladu s temi pač okoljskimi cilji in pa vsekakor poleg odgovornosti na vrhu tudi postavljena odgovorna oseba ali ekipa, ki se redno skozi čas s temi temami ukvarja. Drugače ne gre. Mislim, jaz sem v našem podjetju odgovorna za zaposlene, komunikacijo in tudi okoljsko odgovornost zadnje 2 leti. In lahko rečem, da ta okoljska odgovornost je zmeri večji delež mojega časa zavzema delovnega. Bom rekla, na nivoju tedna se jaz v bistvu 2 dni se mi zdi ukvarjam s temi temami. Mi imamo na nivoju naše skupine tedenske sestanke ekip odgovornih, torej odgovornih oseb iz vseh podjetij na to temo, spremljamo rezultate, spremljamo, kakšne cilje si postavljajo. Mi smo pred kratkim tudi to leto prvič izvedeli en tak, bom rekla, hackathon oziroma Empowering Ideas na nivoju skupine aktivnost, kjer smo pozvali zaposlene, da pridejo z predlogi, idejami nekih pač trajnostnih rešitev, ki bi jih implementirali. Ogromno se jih je prijavilo in seveda zmagovalne smo tudi finančno podprli, da se tudi izvedejo. Brez tega ne gre, ampak kot rečeno, prvo je zaveza in ambicija na vrhu. Točno to. Zdaj, mačke bi se mogoče navezala točno na tole, čeprav gre stran od vprašanja, oziroma nadaljevanje vprašanja. Ta organski pogled in dejansko ta zelo zavedna in zavestna pot, ki jo vzameš proti trajnosti, se mi zdi, da podjetja, ki stopajo ali so že stopila na to pot, da ne bodo imela tako zelo veliko težav z direktivo, kot obratno. Zdaj, največje težave jaz pričakujem v sektorjih, ki v bistvu izgubijo profitabilnost s tem, da postanejo trajnostni, ker po defaultu je sektor netrajen. Tukaj jaz vidim mačken več, recimo kako na koncu neko naftno družbo preobrazimo v 2 letih, kar se direktiva zahteva. Tukaj jaz vidim težave. Se tudi proizvodni sektor imamo kakšen odpor, ampak ni tako vpletena, v bistvu tako organska v tvojem podjetju težava in izziv, kakor je v teh zelo kritičnih sektorjih. Kaj lahko pa za te rečemo? To je čisto pod vprašanje tega prvega vprašanja. Kaj pa lahko za te kritične sektorje rečemo, kjer pa prava trajnost v bistvu ni mogoča v strategiji, ki jo imajo, ali pa v poslovnem modelu, ki jo imajo, ker so na žalost v sektorju, ki je postal neuporaben v nekem trajnostnem svetu. Kaj pa ta podjetja, ker jih ni malo? Hrabrost je tukaj ključna, se mi zdi. Mislim, imamo ogromno enih primerov, recimo, dobro, bom rekla, iz tobačne industrije. Philip Morris se mi zdi top primer, za vizijo, da želijo postati smoke-free company. Philip Morris, ki cigarete dela že leta. Te vrste stvari. In zdi se mi, mislim, Jaka je dobro govoril tudi prej, mislim, ko gledamo, a bomo vsi, bomo šli not, če bomo vsi šli, ker če ne bojo šli oni, ne bom šel jaz, ker drugače ne bomo konkurenčni. Ne moramo tako razmišljati. Mislim, eno zemljo imamo. Šla bo zugrund, če ne bomo
vsak presep najprej in vsi skupaj pa se zavezali k temu. Sej zato pa ta direktiva, ne, da so odprli na mačken nivo više in so rekli, veste kaj, zdaj pa ni več izgovor, kdo prvi in kako, zdaj bomo pa vsi. Res je. Zdaj bomo imeli težave, ampak zdaj smo pa vsi. Je pa se mi zdi sploh na nas večjih, še večja odgovornost, ker smo lahko vzor vsem ostalim, ki lahko zahtevamo, da enostavno tudi vsi v verigi, s katerimi sodelujemo, so skladni z temi regulativami na tem področju. In tukaj je. Tako, tako. To je strah, ker je veliko komentarjev tudi o tem, da mogoče bilo pa boljše vključiti srednja, pa mala podjetja, da se prepreči čista prevalitev obveznosti, kar se seveda bo zgodilo, kar je naravno, ampak brez zaščit. Ker trenutno direktiva, kar jih pusti primeru, misli, da so s tem zaščitene, ker greš po mačkem novi pogledati, je pa nobenih kautelnih noter v direktivi, da bi pa rekli, do semle se vas lahko obveže, strani velikih, do sem pa ne. Zato se veliko držav tudi zdajle bori, da bi se vključili mala in srednja velika. Ti želeli komentirati? Ja, mislim, tle glede teh sektorjev, ne, ki so zdaj kar naenkrat postajajo taka mal sporna, ne, in nepopularna in tako naprej. Ne. Zdaj, tle sta, mislim, da sta dve poti. Ne. Eno je, da recimo en primer, Ørsted. Ne. Ørsted je ena največja danska firma, energetska firma, ki je, mislim, leta 2010 je kurila milijone ton premoga in veselo razvijala svoj naftni in plinski portfelj in na Danskem 1/3 emisij je izhajala iz aktivnosti Ørsteda, ne, takrat. In takrat so se oni odločili, da bojo še vedno ostali energetska firma, ampak da se bojo prelevili v zeleno energetsko firmo. In to je bila vizija leta 2010. Medtem seveda so vložili ogromno denarja. Če se spomnim, njihov capex vlaganje je bilo 2010 50% v zeleno energijo, danes je pa skoraj 100%. In danes so en največjih razvijalcev te offshore wind, imajo 10 gigavoltov energije postavljene, že mislim teh vetrnic postavljen. In ne samo to, ampak njihovo finančno return so še več kot nadoknadili to, kar so vložili in so super zdrava firma. Zmanjšali so svoj odtis za 85% in zagotovili dolgoročno zdravost ali zdravje firme. Moja slovenščina me še malo spotika. Ti si bila super, si bila prej. Sem prvo slovensko predavanje v 10 letih. Bravo, jaz se bo kar še malo spotika. Torej, to je en vidik, ne? Drugo je pa tisto, kaj bojo te firme naredile, ki so v težki industriji, recimo. Zdaj ne bomo mi kar čez noč nehali uporabljati betona ali pa jekla, ne, mislim. Te firme se morajo pa osredotočiti na to, kako nadaljevati to, kar delajo, s čim manjšim vplivom na okolje. Torej, kako zmanjšati svoj vtis. Ja. In mislim, to se da narediti. Vidimo, da na področju cementa in betona se ogromno razvija na tem področju, da je čisti beton, da se istočasno shranjuje ogljik. Te možnosti obstajajo in se aktivno razvijajo. Po drugi strani pa je treba vključiti en celoten pogled na to, da se celotna gradnja preusmeri na drugo smer, ne nujno takoj z betonom začeti, ampak da pogledaš, kakšne so možnosti drugih materialov in ta embodied carbon in vse to, kar pride zraven. To so te priložnosti in izzivi. Seveda sploh še v gradnji govorimo, prej nisem omenila, ker nisem hodila v detajle, ker tle imamo pa sploh en zid enih odlokov, pa uredb, pa ne vem kaj. Ampak recimo tudi ta energetska učinkovitost stavb na splošno, ki spada v to tematiko, se dejansko majhna podjetja nimajo pojma, ampak realnost je, da recimo v sred Španije, čez 2 leti, ti ne boš mogel ne prodati, ne najeti stanovanja, ker ni vsaj energetsko učinkovito v stopnji E.
Nobeden tega ne ve, mi veselo oddajamo, veselo kupujemo, mislim, ko bo zadev ta dan, bo pa samo presenečenje, a mi bi to morali renovirati. In v to zgodbo se vplete tudi to, se pravi, ni samo ta direktiva in zdaj govoriti o tem, da beton je pa problem, pa cement je treba pogledati, pa kaj tebi dejansko dovoljeno zgraditi. Recimo, ne vem, če ste kdaj slišali, vladne stavbe že zdaj, to novo zgrajene po celi Evropi, morajo biti net zero. Se pravi, morajo biti na nek način energetsko učinkovite top. Ne samo, da ne smejo biti najnižji, ampak top. In mi tega sploh ne vemo. Zdaj tudi podjetja ne vejo. In o tem sem jaz prej govorila, da se mi zdi eden največjih izzivov, ampak tudi priložnosti poznati celoten zakonodajni okvir, ker če ga poznaš, tam priložnost leži. Se pravi, mene je izredno zanimiv ta primer, ko govoriš od leta 2010, ker to je tisti, kar mi opazujemo. Tisti, ki so se premaknili, prvi dihajo. In jih zdaj ni strah. Tisti, ki se bodo začeli pa premikati po direktivo, direktiva sicer poskuša pomagati in reče, vi morate imeti strategijo, pa en plan, kateremu mi verjamemo, se pravi, niste vi net zero zdajle in vam ni treba razmišljati na tak način, ampak morate imeti strategijo, ki je verjetna. Zdaj za nekoga, ki še nikoli o tem razmišlja, je tudi strategijo imeti v 2 letih, ki bo verjetna, velik izziv. In tle jaz vidim, tisto, kar sem želela tudi z vama govoriti, da je zelo lahko govoriti, če ima neko dušo podjetje že odprej, kjer si počasi, ko mogoče okolje še ni bilo pripravljeno, pa ti je dovolil, mačkrat počasneje pa na tvoj način, zdaj te pa okolje poriva v določeno smer, ne nujno takšno, ki bi tvojemu podjetju ustrezalo. Tle jaz vidim mogoče mačkan izziv. Tako, ampak tukaj je ključna komunikacija in izobraževanje praktično od prvega dne, bom rekla. Recimo, jaz sem torej moje področje dela je in Slovenija in Srbija in mi je zanimivo videti primerjavo, kje smo kot država tu v primerjavi z Srbijo. In recimo sploh pri otrocih se to vidi. Recimo naši otroci v Sloveniji, če ni 3 košev ob strani, so zmedeni, če sam en. Kam pa, v kjer koš pa zdaj moram dati? To je nam čisto samoumevno, ker smo, mislim, otrokom našim, ker so rasli s tem, ker smo jih učili od začetka. V Srbiji ni 3 košev, je en koš. In torej resnično se vse začne pri izobraževanju od malih nog in redni komunikaciji. Mislim, da je to ključno. In v podjetjih in pa seveda nasplošno tudi na nivoju pač države. Jaz se opravičujem, še malo mimo točk grem, ampak koliko v temu, recimo, v tej spremembi, koliko lahko upamo, da se bo zgodil samo na gospodarskem področju brez spremembe generacije, ki prihaja na vodilna mesta, in koliko se bo zgodil z isto generacijo, ki nas je privedla nekako do sistema, ki ga imamo. A lahko upamo, da se bo tudi ta generacija, ki vodi, spremenila, in potem samo še dodaja eno piko na i nova generacija, ali se bo zgodilo tako kot v Tokiju 40 let nazaj, ko so ugotovili, da se je pa ekonomska paradigma spremenila, pa 3/4 direktorjev odletel, pa so potem novo dobili, novo mlado kri in je drug sistem bil vzpostavljen. Kako vi to vidite? Ker je včasih zelo težko razmišljati o novih rešitvah v okviru starega sistema in se mi zdi, da tudi mene kar precej silijo, da bi to delala, pa vedno grem čez te meje, ker rečem, tukaj ne bo šlo, mačken več rabim prostora. In sploh na najvišjih nivojih jaz tukaj vidim, da v bistvu ni nepripravljenost do sprememb, samo nepripravljenost do sprememb izven sistema, ki že je, ampak trajnost pa ne more biti popletena. Tako da, kako vidite to, koliko je treba zamenjati dejansko generacije, da se bo duh v zadnji za strategijo zamenjal? Torej, jaz sem optimist, ker mislim, da v tem, kar mi delamo, moraš biti optimist, ker drugače te vse mine. Mislim, ne moreš ostati. Tako da ja, absolutno spodbujam nove generacije in sem navdušena nad tem, da se oni tako borijo. Mislim, da grejo res izven svoje comfort zone, da se postavijo tja in začenjajo zahtevati te spremembe in to vse treba narediti. Ampak tisti, ki so na vodilnih položajih, so žal tisti, ki imajo tudi moč, da naredijo največje spremembe. In jaz sem spodbujena nad tem, da se veliko teh
ljudi, ki imajo to moč, da so se začeli tega zavedati, da business as usual ne bo več šlo naprej. In mogoče je to bilo narejeno tako malo tako cinično gledam iz razloga, da bomo kljub temu, če smo veliki kapitalisti, vidimo, da takole naprej ne bo šlo, ampak da če hočemo mi na dolgi rok služiti denar, da moramo majčkeno tlele dati še zraven, moramo imeti še malo pozornosti na okolje, pa malo na družbo, zato ker ne moramo tam izkoriščati ljudi v tretjem svetu do neskončnosti, pol pa pridajo migranti, ki potem vso tole stabilnost porušijo. V bistvu mogoče je to tudi tako, veš, da malo cinično gledam, ampak dobro, končni rezultat je pa tak, da je treba na to zdaj paziti in to oni sami izpostavljajo. In to vidim, to sem jaz videla v Ameriki, zato v Ameriki ni nobenega regulativnega okvirja. Mislim, sploh, ko je prišel Trump, je vse ven potegnil iz Pariškega sporazuma, ni bilo, EPA so potegnili na spletni strani sploh vse, kar je bilo v zvezi s klimatskimi spremembami. Če si bil v državni službi, nisi smel reči klimatske spremembe. Ampak, kaj se je zgodilo? Kljub temu so se firme, največje firme in 17 držav Amerike so rekle, ne, we are still in, to je pomembno, tako da, mislim, to je bistvenega pomena in je treba tukaj nekaj narediti. In tako da se mi zdi, da mora naša generacija pripraviti, da se mora začeti zavedati, kaj smo naredili, pripraviti prostor, da potem naslednja generacija pride, pa tudi, mislim, da tudi, če smo malo bolj že stari, da kljub temu smo malo še kreativni in da znamo tudi malo misliti izven teh, mislim, to je ena stvar, zakaj sem šla jaz tudi v to smer itak, ker nikoli nisem mogla biti tako. Sam je vedno ta osebna straska vodi, ne? Ja. Rečem, da čez vse sektorje pa na vrhu prisotna, ta osebna straska pa je prisotna, to je čudovita. Ja. Mene bo skrbijo tisti primeri, ki pa ni. No, dobro. Ampak hkrati pa mislim, da nas bo tale mlada generacija tudi prisilila, da se spremenimo, ne? Ker vidim, ne, milenijci generalno, mislim, pomemben jim je ta okoljski moment. Jaz sem začela, da sem 7 let nazaj, da mi je bila to ključna stvar, zakaj sem se odločila za A1, pa nisem glih milenic, ne? Ampak vidimo zdaj pri novih kandidatih, ki vstopajo v neke delovne procese, kako pomembno jim je. In če ti kot podjetje želiš biti interesanten mladim, enostavno te prisili v to, da si bolj, da se zavedaš pomembnosti in da deluješ v tej smeri. Mislim, tako da bi rekla, tudi jaz sem optimistična, no. Mislim, da vsi, ki smo v tej dvorani, smo zelo optimistični. Ampak jaz bi se navezala direkt na tole, pa bi vprašala mogoče v sklopu vsega tega, kar smo rekla, kako pa lahko podjetja potem, ki se poda na to pot in zavestno in vse, v smislu in v duhu tega zakonodajne spremembe, ki je zelo široka, ki je ne samo ta predlog direktive, naredi ta preskok iz netrajnostnega v trajnostjo, pa ohrani svojo konkurenčnost. Jaz občutim ta strah na trgu, da mi smo lahko zeleni, pa se lahko močkaj bolj ukvarjamo tudi s socialnimi vidiki, ampak mi lahko obstanemo. A ta nova strategija je konkurenčna dejansko na trgu, a ne? Kako lahko eno podjetje najde ta preskok iz stare strategije, ki je bila večino časa, pač na žalost računanje stroškov pa prihodkov, v trajnostjo in je še vedno konkurenčna na istem trgu, ne? Ker zdaj ta direktiva v bistvu na nek način povzroči, da trajnost ni več različen trg, trajnost je zdaj isti trg. In kako pa tukaj spremenimo paradigmo, mogoče, če imate mnenje? Mislim, čez noč ne gre, to je tako jasno. Tudi na goro, ko plezaš, najprej moraš prvi korak narediti. Mislim, da je tukaj ključno, da si pač nekaj, bom rekla, vsem tudi realne cilje in malo ciljev na začetku postaviš in jo tu začneš graditi. Tudi mi smo tako začeli, ne? Zdaj na koncu, nismo na koncu, smo na poti, ampak če gledam recimo naši rezultati lansko leto, mi smo v bistvu 79% naše porabe električne energije zelene, 79. Za to leto imamo cilj 94. Torej mi bomo, ambicija nam je, da bomo do 2023 ogljično nevtralni, ne?
prehajamo na popolno uporabo hibridnih vozil, ne več dizla itd. Seveda to gre vse počasi, ne gre čez noč, ampak enostavno moraš pa biti ambiciozen in plus mogoče se učiti ali od večjih, ki so že mogoče kak korak pred tabo. Tako da mislim, da te vrste pač sestankov, posvetov je ključ za naprej, da pomagamo tudi manjšim, ki so šele na začetku. Ja, zanimivo vprašanje. Mene vse tole malo spominja na eno impresionistično sliko. Recimo, če pogledaš zelo blizu, vidiš enih takih pikc in pa skušaš razumeti, kaj se tukaj dogaja. In dejansko moraš stopiti nazaj, da vidiš celotno sliko. In tukaj je, kar se dogaja, to me včasih spominja, da kar se dogaja na ravni evropske regulative. Tle kapenih sprememb in firme se skušajo razumeti, kaj moram biti, kaj moram zdaj odkljukati, kako bo zdaj tako. Ni časa za to, to ni več tako, kot smo včasih delali. Treba je vzeti korak nazaj, pa mogoče začeti brati te dokumente, ki itak že obstajajo vsaj 10 let. United Nations Sustainable Development Goals, potem Pariški sporazum, potem OECD smernice, UN Global Compact, pa te IPCC reporti, to samo rečne, ampak to itak vemo, da je vedno slabše. Ampak dobro, vse to skupaj ti postavi res dejansko eno sliko, tja moramo jeti, itak moramo jeti tja, ni druge. Tako da zdaj, kar prihaja z regulativo, je samo še pika na i, da itak moramo jeti tja. Zdaj je regulativa samo en means to an end, da malo pospešimo vse, da postavimo ene pravila igre za vse, ki operirajo na trgu. Tako da, mislim, če čakaš na regulativo, da te bo nekaj prisila, da boš naredil, si že zamudil vlak, po moje. Ja. In zato bolj vzami, ne firme vzamejo ta the spirit of kako se to reče, namen in dušo in se začne s tem ukvarjati. To je zelo pomembno in se mi zdi, da tukaj, da tudi v Sloveniji, izven Slovenije, v Španiji, pa potem na ravni Evropske unije, da to je včasih najtežje obrazložiti, kaj se dogaja v smislu, ti moraš razumeti, kam gre biznis svet, pusti, da so pravila zraven, ker pravila pridejo kasneje. In poskušati spremeniti point, tisto, kar je duša dejansko cilj tvojega podjetja in imeti pregled od zunaj. Tukaj se mi zdi, da imamo največ izzivov, da razložiš človeku, da to je pa zdaj ena nova igra, ampak ta nova igra zahteva dejansko stopiti ven iz stare, malo pogledati, pa se najprej malo umiriti. Zelo pomembno je to, kar si tudi ti rekla, korak po korak. Sploh v krožni ekonomiji veliko se ljudje ne zavedajo tega, da samo prehod v nekaj najbolj zelenega, ker pač podjetje ima denar in se znabimo čisto vse flote, ki jo imamo, ni trajnostno in se ustavimo. Zamenjaš floto, ki je flota oddelala svoje. In na velikih ravneh imamo to težavo. Kaj je prišel takrat Energy Star ven, pa sem bila še fuj majhna. Ampak zamenjamo vse ekrane. Ne, prosim, zamenjajte ekrane, ker je ekran mrtev. Tle imamo mi težavo, da potem smo pa preveč ambiciozni, pa smo v bistvu še manj trajnosti kot prej. In to je ta duh in to razumevanje, kaj počnemo, ker zdaj bi pa za dober zelen marketing pa tudi mi že naredili vse. Je kontraproduktivno. Res je, bi mogoče Lela, če lahko sam glih, točno to bo podprl, kar govoriš. V našem naboru produktov, ki jih nudimo, je tudi možnost nakupa obnovljenega telefona. Prvi smo v Evropi, ki to nudimo. In ta prodaja niti ne raste. Mislim, raste, seveda jih prodajamo, ampak ni zdaj, da je to bum. Pa smo se pogovarjali o tem, smo rekli, pa Madonna, pa se je to čisto logično. Nekdo, ki mu je pomembno, da kupi obnovljeno stvar, reciklirano, ni impulzivni
nakupovalec. Kupil bo, ko bo njegov oddelal svoje in bo šel in bo vesel, da ima možnost nakupa obnovljenega telefona. Ne? In to je glih apropo tistega, kar si ti govorila prej. Ja, super debata, ampak na eno vprašanje nazaj, ko si ti rekla spodbuditi, mislim, ne biti strah začeti koraki, kar ste tudi vi začeli. Meni se zdi zelo dragocena izkušnja, ki jo ima Petra iz Amerike z CDP, ki smo imeli priložnost poslušati direktorja. Petra, če bi povedala vašo izkušnjo, kako ste šli, kako je vaš direktor se odločil, pa bom te prepustila, ker mislim, da tudi A1, da ste vi, vaša mama ima CDP certificated, ne? Ste Tudi tu. Ja, v bistvu je to zgodba tako, disclosure is just the beginning, ne? In se začne tako, ne, da sem jaz, ko sem začela delati preparatorij, sem imela malo časa in sem rekla, imamo mi kakšno trajnostno poročilo? Ne. Zakaj pa ne? Ja, ne vem, nihče se nikoli lotil tega. Sem rekla, ja, pa smo pogledala, ne. No in sem začela malo gledati, pa sem videla, da so obstajajo razni okviri in tako naprej. Se zbrala CDP, ker je bil najbolj, ne vem, se nam je zdel najbolj primeren. No in sem jaz pač to šla narediti in poiskala pač te inpute, kar sem jih rabila od drugih in smo oddali prvič. No in je prišlo nazaj, da smo C, ne vem, tako nekje. Tako da ne prav dober, ne. Tam nekje na sred. Ampak meni se zdelo čisto red, mislim, sej, nismo nič kaj tazga delali. Ja, začetek dober je, da veš, kje si, kaj, pol pa gremo naprej, ne. No in sem pokazala to svojemu direktorju, mislim, tvoji direktorci, sem rekla, glej, Kristin, tole je, ona je rekla, ja, čak, to pa ni dobro. Jaz sem rekla, ja, dobro, v redu, pa prav, no, daj pa pet pogledati, kaj se da še narediti, da bomo pol naslednjič, da bomo boljši, ne. No in smo res pol, smo postavili cilje, smo neke stvari, kar smo jih lahko naredili, smo naredili. In smo naslednjič poslali drugo leto in je bilo že boljše, smo dobili B. No in je potem ona rekla, dobro, zdaj pa bomo pa v odboru to poslali, da bojo videli, kako smo, ne, in pol glavni direktor pravi B. Zakaj pa ne A? In smo rekli, ja, A ne moramo biti, zato ker nam manjka še enih stvari, ki moramo sistemsko prenesti v notranje procese in rabimo vse tele departments, ki bojo, da imajo tudi svoje KPI-je noter, zato ker mi smo tukaj v Office of Environmental Energy Programs, mi imamo en določen budžet, ampak te sistemske stvari, ki jih hočemo uvesti, mi nimamo denarja za to in moramo imeti druge tele, kaj so functions, ne, tudi on board. No in pol direktor rekel, ja, okej, a to je treba, dobro. Pa en mesec kasneje smo imeli vsi njegovi direktorji KPI za sustainability. In pol, ko smo naslednjič oddali CDP report, smo dobili A. Tako da v bistvu se tle, disclosure je samo začetek ampak ker je to tukaj malo ta igra, ne, ki je rekel profesor prejle, da je treba vključiti to psihologijo, ne, kako prepričati ljudi na lep način ali pa na tako, da je to kakor ena igra in za te CEO-je, mislim, to je za njih, oni hočejo biti najboljši, ne, in se hočejo tudi bahati na tem področju, ne, pred svojimi. To je zelo pomemben vidik, ker to dejansko dopolnjuje tisto, kar sem že prej hotela reči, ko smo sklenili malo teme. Je res, da podpora na vrhu oziroma razumevanje na vrhu je ključ, ker brez tega podpisa pač nikamor ne bomo prišli. Ampak ne podcenjevati
kaj navadni uslužbenci od spodaj navzgor lahko naredijo, ker po resnici vsaka sprememba, ki sem jo jaz naredila, sem jo začela zelo od spodaj, nekje z nekimi individualnimi akcijami, pa nekim zaletom, ki potem doseže gor. Tako da ni res, da samo direktive pa zakonodaja bojo tja poslale pač vse v to smer, tudi notranje akcije, ki pridejo od spodaj z velik entuzijazma, dosežejo kakšno ušesa, tako da to bi mačke na pozitivo rekla. In vse živo se da, ne? Recimo, kupovati recikliran papir, toaletni papir, iti v brezprintno poslovanje oziroma brezpapirno poslovanje. Vse to se da. Sej nismo več edini, zmeri več nas je podjetij, ki se gremo to, ampak pa nas glih komi, da še zelo kje sprintaš v pisarni, ker enostavno, ne, tudi račune spodbujamo uporabnike, da pač jim ne pošiljamo račune. Imamo trenutno že več kot 30, če se ne motim, že blizu 40% naših uporabnikov se je strinjalo, da ne bo dobivalo pač računa na papirju. Vsak korak šteje. Razne akcije, čistilne akcije, ne vem, čebele na strehi. Enostavno živeti moraš dnevno in iskati priložnosti. Res je, in to se grozno pozna. Tudi v zvezi s tem zdaj, Petra je omenila, da ta reporting je ena od teh stvari, ki v bistvu lahko spodbudi. S čim še lahko? Ker včasih so ti okviri pa mogoče dajo lažno upanje, da smo v tej trajnostni preobrazbi še vedno v istem sistemu, ker to poročanje te pač spravlja v okvirje, ker drugače ne mora biti, ker je poročanje. Mogoče vidite še kaj drugega? Mislim, tle trajnostna preobrazba ni enostavna, ne? In tukaj treba najprej razumeti dve stvari. Prvič, kaj se dogaja okrog tebe, in drugič, kje se nahajaš kot firma, da se orientiraš. To je bistvo, ne. In zato mi v CER-u smo razvili to Green Star, kar je eno digitalno orodje, ki vodi podjetja preko vseh ključnih kazalnikov ESG in jim poda na koncu eno oceno, kje se to podjetje nahaja na področju trajnostne zrelosti, recimo. In šele potem, ko podjetja začnejo meriti in slediti tem ključnim podatkom in kazalnikom ESG, potem lahko v bistvu takrat pridobijo en pogled v čist eno drugo dimenzijo svojega poslovanja, ki jim je bila prej popolnoma skrita, mislim, sploh ni bila vidna. In takrat se naredi tukaj en shift v možganih in takrat vidiš, tle se je treba skoncentrirati, tukaj imam probleme, tukaj lahko izboljšam stvar. In zato sem v bistvu zelo ponosna na našo ekipo pri CER-u, ki smo to razvili, ker ne dajemo samo ocene, ampak tudi usmerjanja in tako naprej. Tako da upam, da se bojo firme tega lotila, zato ker jih res spravi na pot in jim kaži pot, kako priti naprej in kako se preusmeriti v zeleno. To me zelo spomne tudi, kar vi delate, tukaj sem zelo vesela, da v slovenskem prostoru, na Big Corp, ki je tudi velik zdaj v Evropi, pa zelo močen je nekako v Španiji, kar me je zelo presenetilo, odkje smo mi potem to v bistvu iz Amerike v Španijo tako dobro vozili, ampak je na isti način. Je usmerjanje pozornosti, je razlaganje, kaj je in razumevanje, da to ni kaznovanje, če ti povejo, da gre nekaj narobe, ampak je usmerjanje pozornosti, ker ti nisi dober. In se mi zdi, da je nekaj časa trajalo, da podjetja v mreži sprejmejo to, da jih noče ne kaznuje in noče ne reče, da je slaba ocena in jih vrže ven, ampak razlagamo, kje ste pa slabi, ker mogoče pozornost ni bila tam. In je tudi mogoče malo ta sprememba v percepciji, kaj počnemo mi tukaj, da vam ne dajemo po prstih, ampak samo razlagamo, kako se da pomagati v pravo smer. Tukaj nam še mogoče malo manjka, pa ne samo v slovenskem prostoru, načeloma v Evropi. Jaz bi tudi rekla, sem prav pomislila in to poročanje je res ključno, ne? In res hvala za tole zeleno zvezdo, ko prihaja. Ampak jaz bi tudi pozvala, kar nekaj je podjetij, ki smo v bistvu že na tej poti kar daleč prišli. In mi imamo pa tudi ostala podjetja, ki so recimo v EMA sistemu, morajo redno letno poročila javno objavljati.
Pejte pogledati malo, pogooglite malo na spletne strani teh podjetij in si prečitite poročilo. Tudi tam se da najdeti ogromno nekih idej, kaj so to aktivnosti, ki se jih lahko lotite kot podjetje. Da ne bomo predolge, pa predolgočasne. Samo še eno vprašanje bi imela. Zdaj pa mogoče pa imamo stran od tega, zakaj je to izziv, pa rečemo, da se najdemo zdaj s podjetji, ki pa že v bistvu dolgo časa imajo to organsko oseb, da trajnost je pa nekaj, v kar one verjamejo. Ta podjetja, ki se že dolgo ukvarjajo s trajnostjo, imajo izkušnje 10 in plus let, kako lahko pa ta podjetja vplivajo zdaj, da bo končno besedilo direktive primerno temu, kar trg potrebuje? Ker zdaj, na žalost, kar srečujemo na koncu, je pa tudi zelo smo glasni, kadar rabimo pomoč pa usmeritev z direktiv, ker nam gre pa dobro, se pa ne ukvarjamo več s tem, kakšen instrument prihaja, ker tako ali tako izpolnjujemo pogoje in je v redu. Kako lahko pa izkušnje teh podjetij v Evropi trenutno v tem času posvetovanja, ker še vedno smo v času posvetovanja za direktivo, pomagajo, da gre direktiva v pravo smer, ker v nekaterih točkah smo z njo grozno zadovoljni, v drugih nas pa dejansko skrbi. Ali lahko podjetja kaj naredijo? Ker so se združila v klicu po direktivi in so bila zelo glasna, tu je tudi direktiva prišla in njen predlog v resnici povedal. Kaj pa zdaj lahko naredijo, ker pa besedilo tukaj pa mogoče nismo najbolj zadovoljni z njim? Se pravi, ta najbolj napredna podjetja. Imamo kakšno idejo? Mislim, da je ta dialog med zakonodajalci in privatnim sektorjem vedno zelo, zelo pomemben in koristen. In ga moramo vzpostavljati in me veseli, da se to že dogaja tudi na evropskem trgu dolgo časa, pa tudi sem vesela prav to, da vidim, da se to zdaj dogaja tudi v CER-u, da je CER platforma, ki združi te interese in kjer je odprt dialog, ne strankarski, nič, samo da se pogovarja in da se najde skupno rešitev in da so prisotni tisti, ki imajo kaj pametnega za povedati in ki poznajo stvar. Potem pa bi rekla, da tudi te firme, ki se s to trajnostjo že ukvarjajo že dolgo časa, mislim, da pozdravljajo ta zakon, zato ker jim bo pomagal dobiti podatke iz dobavne verige, ki je bila vedno največja glavobol za vsako firmo, tudi ki se je trudila, da bi to naredila. Tako da to sigurno bo pomagalo tudi tem firmam, da bojo dosegle svoje cilje malo lažje, ker te firme, ki se že nekaj časa ukvarjajo s tem, so resne glede svojega Scope 3. Točno razumejo, da če ti nasloviš svoj Scope 1 in 2, je to kaplja v morje. In če se res hočeš s tem soočati, moraš začeti naslavljati svojo verigo vrednosti. To pa večinoma ni pod tvojim direktnim vplivom, mi tukaj imamo težavo. Tako, ampak to je izziv našega časa in našega gospodarstva. Tako da mislim, da te firme lahko res konstruktivno kaj prispevajo k tej debati in ker poznajo, kje so šibke točke tega doseganja ogljične nevtralnosti kot družbe in te tranzicije. Mogoče odprto pismo preko njihovih združil ne bi bilo slabo, pa mislim, da ga že kar čakamo, da bo prišel. Nimamo ga še, ampak sem skoraj prepričana. No, ampak mi že v bistvu že leta praktično od naših dobaviteljev tudi zahtevamo neko skladnost. In nam je to ključni faktor pri izboru končnega dobavitelja. Tako da mislim, da to je pot. Jaz mislim, da največje firme se znajo zdaj oglasiti, predvidevam, sploh v temu se bomo vključili srednja velika in mala podjetja. Pa se pustimo presenetiti v naslednjih tednih, ampak mislim, da ne bojo. Jaz se vama najbolj iskreno, najlepše zahvaljujem. Tole je bilo odlično, hvala vama. Upam še na naslednje priložnosti in vam, ki ste nas poslušali, vam želim prelep vikend. Hvala vam. Hvala.